A boš rekla živa? Živja. Jure, boš ti predstavil Ja, tole? jaz bi vam pa predstavil našo praktikantko iz srednje grafične, Maša, daj pomagaj mi. Medijske in grafične šole. Ime je Maša Gregorčič, je moja hči in pri atmosfercih v praksi. Sem na praksi. Dober dan. Dobar dan. Kaj zdaj? V glavnem nekaj časa nismo sedeli za tole mizo. Temu reči, da smo hoteli že takoj gledati v 2026, pa smo se pogovarjali, kaj bomo posneli za ta podcast, pa je pa Jure rekel, kdo bo pa pogledal v 2025, pa da malo črto potegnemo. Jure, ti si rekel, da bi nekaj rad tudi povedal za glede trga in povzetek. A si pripravil kakšne številke, ki jaz se nisem nič pripravil? Jaz sem se nekaj pripravil. A ti tudi? Ja. Okay. No, pa bom pa jaz bolj potnik pri tej temi. Ne, fanta sta rekla, da moramo tudi malo nazaj pogledati, kaj se najbolj prodaja ali pa take stvari. A to, Jure, si mislil za slovenski trg? Ja, drugače, ne vem, nemški me ne zanima. Švedski tudi ne. Tam se trendi delajo. V Italiji so olimpijske igre. Ne vem, če se na nemškem avtomobilskem trgu trendi delajo. Oni so bolj konzervativni. Ja. Oni bolj kupujejo, pa prodajajo tisto, kar verjamejo. Ne? Trende bolj podirajo, mogoče kdaj. Ja, tudi ne. Drugače pa ja, kle se bom tudi malo dotaknil tradicionalno v drugem mediju, v katerem sem še malo prisoten, se naredi vsako novo leto kar podrobna analiza trga in to že vrsto let. In tudi letos bo Motor Revija ta prva, ki bo šla, imela to analizo trga, oziroma je v tem trenutku že šla. No. Delaš poje, kaj pa ste povedali. No. Drugač trend iz zadnjih 2 letih se nadaljuje, trg ne raste strmo v Sloveniji, kar je bilo za pričakovati. Ja. Drugač pa številke takole pravijo. Ne? Lani je bilo pri nas registriranih 57,557 novih osebnih avtomobilov, kar je natančno 4,539 več kot v letu 2024. Zdaj pa prej greš naprej, meni nekaj povej. Až kaj se bo folk užgal, ker se doskrat čez kakšne tiskovne konference dam, registracije pa to bom potresmal, ker je bila Porsche novoletna, oziroma Porsche koncern, pa sem takrat razlagal, koliko enih avtov se registrira pri njih, pa kako je, ne vem, zdaj se bom na pamet spomnil, Audi, ta prvi premium brand po prodaji, pa to pa se pa folk vedno užge, pa pravi, to so enodnevne registracije, pa tako naprej. A ste vi... trend enodnevnih registracij je v zadnjih 2, oziroma po koroni zelo padel, zaradi tega, ker je bilo enostavno povpraševanje, pa takrat je bila tista kriza polprevodnikov, pa takih stvari, tako da enodnevne registracije so se spet začele dogajati, ni pa to, da bi zdaj za tretjino trg porušil s tem, kot je bilo v najboljših letih enodnevnih registracij pa izvoza v tujino. Ja, pa so se statistike pušale na račun tega. Ja. Tudi, ne? Ampak bolj je zaskrbljujoče pa dejstvo, da so precej padla pa gospodarska vozila. Ne? Orang padla. Kaj pa druge stvari? 16,78%, pa kar je še zanimivo, doskrat se užgejo gostilniške debate, cestni terenci, višje avti, ne bomo se v kapeljcah vozili. Meni je to itak buto stari. Dragi moji, letos je več kot polovica vseh prodanih osebnih avtomobilov bilo cestnih terencev. Meni je to itak najbolj buta stari, ki se folk pritožuje, kdo bo te SUV-je vozil, sem na konc dneva, ne samo avtomobilske znamke, seveda tudi folk s svojimi nakupi diktira to, kaj se... Seveda, to se spomniš, kaj je prišel Nissan, Qashqai pa Juke, ki sta začela postavljati trende, dobro, se so bili še RAV4 prej, pa ne vem, kaj še vse živo, ampak meni se to buta zdi, jaz ne vem, koliko teže bomo dejali zdaj komentatorjem na netu, ampak pač marsikdo se pa oglasi in doskrat slišimo še danes gonijo proti SUV-jem, ampak vsi bi pa visok sedeli. Klasičen hatchback itak umera. Mislim, tu sem hotel tudi jaz ena par modelov predstaviti, ampak se boš pa povedal. Dejstvo je, da je če dalje manj izbere. Mislim, če tako pogledaš, zdaj pred parimi dnevi sem zvedel, da bodo nehali delati Kia Ceed, medtem Kia X-Ceed, torej ta crossover verzija pa ostaja, ne? Ja.
Ja, ampak hočem povedati drugo, ne, da včasih, ko razmišljate o tem, kakšne avtomobile predstavljamo in tako dalje, ne, tudi pol, ko se bomo dotaknili novih avtomobilov, ki v letu 2026 prihajajo. Ne, razmerje med električnimi, priključnimi hibridi in pa klasičnimi motorji z notranjim zgrevanjem je že 2/3 proti 1/3 v koledarskem letu. Se pravi, govorimo o novih modelih. Ne. Ok, se pravi, smo dežela cestnih terencev uradno, ne. Kaj se je zgodilo? Ne? En tak zanimiv prebrat je tudi Volkswagen je prepričljivo na vrhu, Škoda je spet prehitela Renault, ampak pazi trik, najbolj prodajan slovenski avto je pa Renault Clio. Že 35 let. Ja, vmes je sicer enkrat zgubil primat, ne? Kdo pa mu ga je vzel, stari Golf? Octavia je bila enkrat. Enkrat nazadnje je bila Octavia. Ampak veš, kaj je zanimivo? Ne? Da naprimer Volkswagen, ki je pa prodal največ osebnih avtomobilov v lanskem letu na slovenskem trgu, je pa šele šesti s Tiguanom, ko govorimo na lestvici najbolj prodajanih modelov. To pomeni, da so oni kot grupa močni, da vse dobro prodajajo. Vse dobro prodajajo, ne? Se pravi, v skupni kumulativni številki so. Volkswagen je lani prodal, pazi to, v Sloveniji 8776 avtov, ne? To pomeni več kot 15% tržni delež, na drugem mestu je Škoda 6234 prodanimi avtomobili, tretji je Renault 5886, četrti Hyundai, ne? So nažgali tudi Toyoto 3281 avtomobilov, pa prvo peterico zaključuje Toyota s 3212 avtomobili, pa še en spin se je zgodil, ne? Blazno je napredoval Ford, ne? Kljub vsem napovedim. Na račun česa, stari? Največje presvečenje je Fordovo 6. mesto, ki predlani je bil 11. Mimogrede, preden vsi izgubite voljo do življenja, tisti, ki vam pa te statistike pa pogled nazaj ne ustreza, ne? Mogoče bi mogel podcast začeti to, da računate lahko tudi na pestrost, da bomo še kaj drugega povedali, pa Euro NK pa se bomo dotaknili. Pa jaz bom povedal tudi eno avtomobilsko umetnino, ki je vam prišla, pa dajmo reči, motor. Tako da si tisti, ki ste zdaj začeli gledati po stropu, pa štukature meriti z očmi, pridemo še na kakšne druge teme, ampak meni se je zdaj, da pogledamo. Recerila številke v resnici nikoli niso zanimale. Ne, to tako je začel opravičevati. Ko sem pa začel, po 100 letih smo zdaj nazaj, da smo mi trije, seba pogrešamo te Mimogrede, ampak pa takoj, gremo zdaj razpravljati. Prav številke, klemaš dežurnega analitika. A imaš kaj pred številkam slučajno te? Ja, da, sem tako sem. Od vseh tatujev na svetu Jerry razmišlja, da bi si dal Excel na ramo. Pa, ko smo glih pri teh podatkih, koliko mislite, da je bilo lani Cliotov registriranih v Sloveniji? Čak, daj probi gledati. Jure, ne gledata, ti imaš kakšen podatek? Ne. Cliotov novih, ali vseh? Vseh? Vseh Cliotov v Sloveniji je verjetno registriranih, zdaj mi je naroden, ker bi spadala genija ali pa 36,800. Jaz imam v glavi podatek, da vseh Cliotov, ko se je od... Ne, koliko jih je danes registriranih? Ja, čakaj, da povem. Koliko jih je bilo do konca leta 2025? Jaz imam nekje podatek, da po slovenskih cestah se je do zdaj vozilo več kot 70,000 Cliotov. Koliko jih je pa še zdaj registriranih? Jaz bi rekel, da jih je 50,000 zihar. Ne mogoče, stari. 64,066. No, vidiš. Ja. Tako da... sem bil ful preveč konzervativen. Ja, mislim, v bistvu tukaj nekje Meganov registriranih. Si prej lepo povedal, Slovenija je samostojna od leta 91 naprej. Clio, veš, kdaj je vam prišel? Ne? In, dolga leta. Clio je absolutni prodajni prvak slovenskega avtomobilskega trga. Ampak ni number one. Kjer je pa number one? Čak. Golf. Ja, itak, ok. A res, kaj? Ja. S tem, da tukaj sem še prepravil, ker zdaj, ko so glih na sveže podatki, itak moram iti malo prečekirati, ker me zanima, ne? A bo to ugibala, a je Cliotov več ali manj, kakor v letu poprej? Pa koliko? Kaj? Čakaj. Registriranih. To se pravi 2024, če jih je bilo konc 2024 več registriranih kot 2025. Tako. Jaz bi rekel, da jih je več. Jaz tudi. Ne. 1000 manj. Kam pa so šli? Ja, kam neko prejšel, ne?
To še ni bil že toliko star, ampak... Si kar pokopal, jaz sem mislil še rekel na jug. Ne, zanimivo, ker lani je bilo prodano 2446 Cliotov, ne? Pa 1957 Škod Octavia je na drugem mestu. Ne? Se pravi, je Clio na vrhu kar z lepo prednostjo in to kljub napovedi, ne, da se generacija poslavlja. Ne? Veš, in to je tradicionalno bilo dobro vedno sprejeto v Sloveniji, ker je Clio takrat tudi imel tradicionalno dobro ceno. Imel je Slovenija package, ne? In to se je očitno tudi zdaj pokazalo. Preden dirkaš naprej, lahko malo podrem urnik tega podcasta. No, dej. Moram to iz sebe dati. Vidva greste jutri na tiskovno konferenco, ki Clio tudi uradno pride na slovenske ceste, čeprav smo ga že sem pa tja tudi videli, kje. A si ga ti videl v Novem mestu, Jerry? V Trebnju. V bistvu sem ga večkrat videl. No, hočem samo to reči, da sem pa po prvi vožnji, pa po prvem razkritju, ki smo bili, obakrat je bil sebe tam, da sem jaz pa par dni nazaj prvič sedel v Clio. Pa sem šel narediti par story setov, ker jaz se bom jutri že pripravljal na eno pot, ki greva z Juratom na 500 mil Daytone. Ampak da skrajšam zgodbo, hočem reči, da moje prve srečanje s Cliotom je bilo ful pozitivno. Pač Clio je bil meni vedno všeč avto, pa vedno je bil tako middle of the road. Dizajn, nisi se mogel kaj dosti skregati na temo tega avtomobila, sem to z razlogom je en najbolj uspešnih avto pri nas, oziroma prodajno najbolj uspešen. Ampak vseeno, veš, vidiš avto na sliki pa na papirju, pa v živo, ker ima predvsem tak dizajn, kakšen je, no? A je malo izzivalen, ja. Je pač na nov, pa spet je u nas, Renault je pokazal, da pač pri oblikovanju imajo jajca, čisto po domače, ne? Stari, zadnje lučke deljene. Tukaj z kakšnega kota ga pogledaš, bi lahko rekel, da je en hypercar, stari. Če pogledaš zadnje lučke z določenega kota, bi lahko to dal na ne vem kam. Stari, mene predvsem veseli to dejstvo, da je pač generacija od generacije spet naredila preskok, ne? Pač oblikovni, da rečeš, to je pa ta nov Clio, ne? Jaz sem pelil tega... Da ne zgleda nova generacija prosti ka facelift, ne? Prejšnja generacija, oziroma ta, ki je še do jutra aktualna, ne? Če smo zelo tehnično strogi, a je prejšnja generacija imela tale paket, kva je že, no? Alpine paket. Ni imela, ne? Ne, meni si pa da imela, ja. A je imela? Ja. A ni bil GT Line, nekaj na to fora? Ampak je bil pol... No, pač meni se zdi, da jaz sem tega s tem paketom pelil, pa se mi je zdel posrečen, zdi se mi tudi, da je zelo odziven na cesti, tak, predvsem natančen pa precizen. Tako da prva izkušnja, več tudi ne moram reči, se mi je zdela zelo pozitivna, no? Clio, dobrodošel za vnaprej že. Prosti, Jure, prekinul sem te, razlagal si nekaj o trgu. Ne, imamo pač še par zanimivih stvari, ne? Ob vsem hypu, ko ga poslušamo okrog prihoda kitajskih znamk, ki mislim, da jih je zdaj že na slovenskem trgu več kot 12 ali celo 14, ja. Je med v prvi 20-terici čist na repu najbolj prodajanih avtomobilov v Sloveniji Dongfeng T5 Evo. Teh je veliko na cest. Ja, mimogrede ni električen. Ne. So Kitajci vse živo pripeljajo. Drugač najbolj prodajana kitajska znamka v Sloveniji v lanskem letu je pa Leapmotor, ne? In je zanimivo, da so prišli tam, če se ne motim, v sredin leta, junija, pa so do konca leta vse Kitajce nabrisali. Ampak najbolj uspešen je pa kle seveda T-nič 3, zato ker je trenutno eden najcenejših, oziroma najcenejši električni avto na slovenskem trgu. Lušta ne bil, ja. Še dajmo malo trend povedati. Pokazalo se je, da so hibridi v sponu, predvsem pa priključni hibridi, so prodajne številke precej više, kot so bile v letu 2024. Pa še dajmo se elektrike dotakniti, ne? V svetu vlada je že kar 70% vseh električnih avtomobilov nadvlada kitajskih znamk, no, kle za Slovenijo to tudi ne drži, ne? Na prvem mestu je Tesla z modelom Y, Valda. Pa je ID7, pa je ID4, pa je Tesla model 3, pa je Cupra Born, pa je pa Dongfeng Box. Skupaj je bilo pa prodanih a si nisem to zapisal, Jure, ja, valjda, da si, ja.
Skupaj je bilo pa prodanih 6387 električnih avtomobilov, kar je kar velik skok naprej. Se pravi, skoraj še enkrat tukaj lani, imajo pa zdaj 11,1% delež električnih avtomobilov v Sloveniji, kar pomeni, da je vsak 10. avto prodan pa že na elektriko. No. To kot tem, pa še pri gospodarcih, ne. Kaj pa če kombije bomo tudi malo pogledali. Ja, se je Gregorčič za mikrofon. Po dolgem času je Renault zgubil vodstvo. Ne? Kdo pa je te prvi? Ford, tukaj se je tudi dobro premešalo, je pa tako, kot sem omenil, zaskrbljujoče tudi, da je bil res tak velik padec v prodaji gospodarskih vozil, ampak kljub temu največ jih je prodal Ford kombijev, pa tudi te game, ki jo poznamo, ker Ford ima zelo široko gamo gospodarskih vozil. Ne? Se pravi, imamo Transita, imamo Customa, imamo Connecta, imamo Courierje. Jaz še zdaj ne poznam njihovih imen, njihovih vseh kombijev starih. Ja. A ni multicab nekje tudi vmes? Kaj? Multicab nekje. Ne vem, ja, ampak hočem reči, da jaz... Multicab je različica. A ti poznaš vse Fordove kombije, pa njihove imena, pa izvedenke? Ker jaz že 20 let avto testiram, pa še zdaj ne znam našteti. Jaz sem si enkrat tudi tako zdaj zapomnil. Ne? Ti imaš največji, je Transit. Ja, v redu. Pa imaš drugi največji, je tudi Transit, ki mu zraven rečejo še Custom. To je ridiculous. Ko imaš furgona pa potniškega, pa imaš pa Connecta, ja, v redu, ja. Courierja, ne? Ja. Lej, stari Ford je super znamka, se strinjam. Meni so njihovi avti krasni, ampak to je v moji glavi je totalna zmeda, ki pride do poimenovanja njihovih gospodarskih vozil. Pa še klele moramo pri gospodarskih je tudi eno zanimivo. Naprimer, med prvih 15 sta dve kitajski znamki. Mal za občutek, da bodo ljudje imeli. Naprimer, Ford je prodal 1235 lahkih gospodarskih vozil lani v Sloveniji. Ali pa zdaj mu vzeti na tretjem mestu je Fiat. Jih je prodal 1109. Farizon Auto. Kaj to postane poznam? Čak, to v Google. Farizon Auto na 14. mestu jih je prodal 15. Pa Maxus. Oprosta, Farizon je kitajska znamka. Okay. Ja, pa Maxus na 12. mestu jih je prodal 32. Dej, fotka. Farizon je kitajska ali pa bosanska? Pač tu je zanimivo samo zaradi razmeri, da ni vse tako, ne, dostakrat smo za tem omizjem kregali, kaj pomeni tradicija napram ceni in tako dalje. Ne. Se mi zdi, da kle to še bolj sekavan. Ne. No, bomo videli tudi, kaj bo trend pokazal, če smo že o trendi govorili. Še moramo se dotakniti svete nemške trojice, ki se vedno tepe. Ne. Ja. Pač govorimo o visokem razredu in Audi na vrh, ne? Visokem razredu in sveta nemška trojica Audi, BMW, Mercedes, ne? Ja. Takole je, ne? Audi je lani prodal 2009 avtomobilov in je med avtomobili visokega razreda edini, ki je v 10-terici najbolj prodajanih znamk. To je kar dosežek drugače. BMW je 13. je prodal 1539 avtomobilov. Mercedes pa ful manj, ne? Mercedes je pa 14. s 1408 avtomobili. Ampak, tukaj me malo čuti, zaradi tega, ker vsi trije imajo kar bogato modelsko ponudbo, ne? Ampak, Čak, ja, misliš, da bomo videli, kaj bo drug let, kaj bo CLA malo za laufu pa tako naprej. Ok, a Jerry, jaz ti hotel še nekaj povedati glede, ali bomo pošli to, kjeri avti so se poslovili, če smo že to, kjeri so tukaj, pa kaj se najbolj prodaja? Mislim, v bistvu, jaz najprej sem tukaj samo malo za gušt, še za fora pogledal, ker sem dobil tole Excel tabelo na novo. Koliko je določenih avtov registriranih, kam so šli trendi, ampak seveda jaz namesto, da bi gledal za najbolj popularne, sem šel tudi nišne, ne. In v bistvu, imel sem cajt samo za 2 in sicer Toyota Super je registriranih več kot lani, predlani in jih je 19. Sam 19? Ja. Od tega je velika večina ta novih, ne. Jaz bi rekel, da jih je pa vse 50. Tok malo se jih je prodal, stari. Ja, v Ljubljani jih je dosti drugače. Ja, no, pa več kot 19 pa že ne. Ok, gremo naprej. V glavnem, Aventime, isto kukor pred tem, 17 je registriranih, tako da ko smo ga videli v Sevenci, očitno še zmeraj nadaljuje svojo pot. Hvala, da nadaljuje. To je najjačih avtov
v zadnjih 30 letih, Renault Time. Ja, ful pred svojim cajtom. Ja, vse vem. Tako, pol pa še ta je pa... Pa skrite pantemo, tako kot v času Cirilovi bajti. Zdaj, kaj to pomeni? Ne vem. Imamo skrite pante v naši vrati. Kaj je imel una vrata deliva, veš? Ja, vem. Zaradi, ker so bila drugače tako dolga, da je bilo problem odpreti na... Tu bom... Mi imamo tukaj velika vrata, da rabimo skrite pante. Ne, ti si imel skrite pante v Miklavžu. Tu bom klip postavil, Prvi BM je v Miklavžu, je skrite pante. Ne poveš še, Jerry, še enega shota. Še en, Kia Operus. Veš kaj, to je pa tukaj nišen avto, pač nek... To je kaj, eno prostorc? Ne, to je E-razred iz Temuja, stari moj. Tu moraš pogledati. Ajde, pristna reakcija, da vidimo tule. To je limuzina, Opirus. Aha, ja, vem. Vem. Jaz se spomnim, ki je bil ta avto na testih. What? Si postal stari. Jerry, takrat si ti v vrtcu bil, ne? Ja, drugač res, v glavnem. Jerry, ti si Kia ni iz Temuja, ne? Kaj je korejski avto, to je to prvič, ne? Dobro, a si videl, kakšen je Operus? Ja, ne moreš mi reči, da niso nekje vzora vzeli. Vem, Jerry, dobro. Ja, E-klasa je bil vzor. Jure, zdaj hoče malo Kio rešiti, zdaj tle ven. Ne, se Kia je zakon, drugač. Mingrde. To je tako, kot bi Jerry rekel, avtomobilski novinar s Temuja, ne? Ja, ok, fair enough. Poslušta, Jerry, bom kar v podcastu povedal, ker jaz pa Jure pojutrišnjem greva na pot, mi smo pa na testu vzeli tegale v modo in ta avto ima kupenih oblikovnih izhodišč, ki jih ravno tako kopira od Mercedesa, pa boš pol dobil nalogo, da boš malo primerjavo naredil. Od zunaj izgleda v bistvu malka en ta star Nissan Murano, pol ima ene par izhodišč, ima od enih parih Lexusov SUV-ev, noter gumb za zagon motorja ima v bistvu kopija Mercedesov, ga ti pol malo pokazal. To moramo prav content na to temo narediti. Plus vsi šalteri na avtomobilu, ki so na vratih, to se pravi una konzolca mehna stikali, je tudi pač Mercedes. Vidiš, kako se trudijo svojo špuro naterati, ampak zraven pa je, če pa mi malo povzeli kakšnega. Pa so imeli pa že avto sestavljeni, pa še maske ni bilo, so pa pogledali, pa se rekli, to bomo pa kaj vzeli. Ja, res, stari, ta avto je toliko hecen. Pa moram reči, da je ful dobro narejen. Tale omodica je pa tak zanimiv tično. Se boš videl, no? Tako da to bo en story set, da boš po moje pripravil in ka bo po moje folko tudi zanimivo. Dobar, da se samo nazaj vrnem, to bo pa eno presenečenje za gledalce v bistvu, ampak jaz dobim ful veliko sporočil, koliko je registriranih določenih avto, tako da če vas zanima, bom v ta prvih 24 urah, ko tale podcast pride, zapišite v komentar, za katero avto vas zanima, koliko je registriranih in bom povedal. Ja, Super. Jaz imam zate nalogo. Povej. Jaz bi pa ti rekel, da preveri, koliko je puhu. Okay. Ampak ne samo G-klasa. G-klasa, tudi Pinz-Gauer. Okay. To poglej, če je v Sloveniji še kakšen Pinz, 4x4 ali pa 6x6. Jaz to in če jaz, stari, kakšne mozaičko, kaj. Kaj pa veš? Zato, ker ful se jih je prodajalo na bivši Jugi, ne? Ja, vem, ja. To je bilo kar dosti projektov prepeljanih. Ja, še danes se Evo, Jerry, mene to zanima. Ok, daj mi povej, kako se črkuje, pa bom zdaj le preveril. Črkuje se Pinz-Gauer. Ja, Pinz-Gauer, meni se zdi. Ja, Pinz-Gauer, ja. Ja, ampak registriran je pa kot puh, to, ne? Ok, bom zdaj le magar kliknil, ko sem glih prejle odprl, v glavnem, kar pejte naprej. Gremo naprej. A gremo na eno za foro, ker to mislim, da bo edina mednarodna predstavitev. A lahko povem, kje sem bil, kaj sem delal? Pa dej. Ja. No tako, sej v tem trenutku, ko se tale podcast predvaja oziroma je ven prišel, je to tudi že na Komutar Minuti na YouTubeu pa na Facebooku. Ikona med hot hatchi, pa eden prvih, Volkswagen Golf GTI je praznoval 50 let in je Volkswagen izvedel spet en masterclass o tem, kako se predstavi avto, pa da to predstavitev objameš še z eno tako res izdatno mero nostalgije. Šli smo v Španijo, v zaledje Barcelone, kjer smo se usedli v bistvu ta glaven Uržah, no, moram tako začeti, je bil Golf GTI Edition 50, to se pravi, to je edicija GTI-ja, ker morate vedeti, da Golf oziroma Volkswagen je ob obletnicah znamke
GTI vedno dajo ven posebne edicije. Ne. Ali bi to Edition 20, 30 oziroma prst 30, ko se je začel 40 in zdaj še 50, pa še druge posebne izvedenke od Club Sportov, ki je bil pa tako naprej. V glavnem, tale Edition 50 je tak malo poseben GTI, ki je našpičen malo ekstra, da se pravi 25 dodatnih konjev, da gremo najprej čez podatke, pa bom pa uno za gušt povedal, kaj so še vse pripeljali. Pa malo več navora, pa lahko je tudi lažje, vzameš Club Sport paket, pa po vsaki gumi prešparaš 3,3 kg, pa 1,3 kg na feltno, pa tako. V glavnem, malo so ga izostrili tega GTI-ja, pa camber so malo povečali, pa malo je bolj natančen, pa precizen. In moram reči, da jaz sem se veselil, da peljem tega novega GTI-ja in je krasen avto, na pisti sem nekaj krogov odlomil, pa se res, res lepo pele. Je pa GTI še naprej tisto avto, ki je totalen daily, ampak takšen, da bi ga dal moji mami zapeljati, pa ne bi pogruntala, da vozim hud avto, pa to ni kritika, ampak ta večplastnost GTI-ja je živa in zdrava, pa ga pa rukneš na pisto, pa ugotoviš, da ti tudi tam lahko marsikaj da. Ni to ekstremno športno avto, vemo, da bo tudi Volkswagen pri Golfu še kakšnega era skritga kje, ampak meni se tale GTI Edition 50 zdel krasen avto, to je tudi to je bil ta glavni užak, da smo šli kaj, ne, ampak ker smo prišli na dirkališče, so bili tam parkirani pa vsi GTI do zdaj, ali pa dajmo reči po en predstavnik vsake generacije. In v vlogu sem se posvetil predvsem temu, da sem malo predstavil posamezne GTI-je, da sem povedal, odkje GTI prihaja, da je bil to v bistvu na nek način passion project 5 inženirjev oziroma 4 inženirjev pa enega PR-ovca. In mogoče sam kot zanimivost, ko so oni pripravili ta prvi prototip, ne, sploh še ni nosil seveda oznake GTI to pomeni Gran Turismo Injection, za pač direktan špric za neposredno brizg, ampak ta prvi ime za Golfa GTI je bil Sport Golf, pa bi bil kar malo lame, si predstavljaš, da bi bil Sport Golf danes, ali pa se bi se tudi ta ime paril. Vse se paril. No, glavno, ko so oni prvič odboru predstavili to idejo, pa ta prvi prototip pokazali, so oni rekli, ne, to je čist preveč noro, to je avto z čist preveč konji za tisti cajt. Ampak pa so pač najdeli neko naklonjenost, pa so pol izdelali dodatnih 6 prototipov, ki so bili narejeni na podlagi takrat Širokota, ki je bil tudi frišen. Pa pustimo zdaj to, lep skok v preteklosti bil, jaz sem tudi za komotar minuto pripravil ene 2 rila, pa mislim, da sem nekaj tudi na atmosferce delil, ker sem se še v trojko GTI usedel, pa tako. Ampak hecen je bilo malo spremljati, kako je Golf GTI tudi malo begal levo, desno med svojo potjo, ker jaz pa nisem recimo vedel. A ti veš, da recimo štirka GTI je bil tudi R32 varianta, no, ampak štirka GTI je bil na voljo, pazi, mislim, da z 1.8 mašino, pa z 2.3 mašino, pa oba sta imela 150 konjev. Ja, kaj je bila to že una 1.8 turbo, ne? Ja, ampak hočem reči, da te avti so bili malo je imel tako krizo motorne identitete, pa štirka GT je bil tudi kot dizel, pa lahko si ga zbral 110 ali pa 115 konji. No, choose carefully. Lahko si zbral pa ta hudega dizla 150, ampak takrat, ki je bil Mislim, se je usporedno z Golfom GTI je rastel tudi GTD, ne? Ja, se vem, ampak hočem reči, da takrat Volkswagen se je videl, da so hoteli kar vse smeri iti. Več so ponudili, ampak kupili so ga pa manj. To, ki je Golf prodal 4 GTI in benga drugega modela, pa največ izvedenk je bilo. Ne? In pol je 5 bila spet tista, ki je pa prišla ena mašina, ena smer, 200 konjev, prvič je šel pod 7 do 100, pa je bil GTI nazaj. Ne? Ampak hočem reči, da je zanimivo bilo spremljati, kako so šli od prvega, od neke jasne vizije do tega, da so se kar malo zgubljali, da niso več vedeli, kva so delali. Tak feeling sem imel. No? Je pa tudi nekaj res, da jaz sem v glavi prišel na te GTI-je, pa v moji glavi je bilo tako, ta je the great one, ta je super, tle so jim je šlo super. Trojka pa štirka sta bila po moji glavi zapisana ful tako, kot pozabljiva avto, kar nekaj, kva ste kle bruzili. Sem pa, ker sem pa tam sedel, pa sem imel ključe od vseh v roki, ne, sem se pa najraje šel trojko pa štirko usedel, pa ne za kva. Pač to je pa nostalgija, začne grabati po svoje. No. Jaz sem sicer najbolj užival v dvojki, ne. Takrat, ko sem bil leto, zdaj že 2 leti prej, ki je bilo praznovanje Golfove obletnice, ne GTI, ampak ja.
Tudi jaz. Predvsem pa ti raj ljudem povej, kako je pelat Golfa enka GTI-ja, ki je avto lahek, ki je 810 kg, prej si ugovoril v brizgu, to je bil eden prvih direktnih obrizgov, Jetronic. Še zmeraj. Tu povej, pa da naprimer, ne vem, 110 coinov na 810 kg, kaj to pomeni? Ne? Če danes pogledaš Škoda Fabia, naša super testna Panda ima 110 coinov. Ne? Jaz sem tako rekel, enka GTI še vedno imaš občutek, da je full solid avto. Až nimaš občutek, da voziš stari 50 let star avto. Ta avto je bil pač, dober je bil narejen. No. Pa pelil sem še ampak to pa ne vem, če ne bom zdaj že kršil embarga. Volkswagen je pripeljal pokazati 3 konceptne avtomobile, ampak več o tem pa v Reelu na Komotar minuti ali pa mogoče tudi na atmosferi. Ne, stari, zato ker ta Volkswagen, oni so tudi čukasti včasih malo, ne. Pazi, zato ker embargo je bil za GTI-ja pa za ta stare avtomobile na Driving Impressions do, ne vem, 3. februarja. Na ta stare avtomobile? Ja, poslušaj, to je full hecen, ampak ja, to je zanimiva tema, bom zdaj pojasnil. Mi se dostakrat oglasimo na Instagramu, pa kjerkoli pa pravimo, to pa še ne smemo povedati, no, pri Volvo EX60 je bilo isto, pa vsak od nas je že kdaj napisal embargo, ne smemo povedati. Ne? Da pojasnim, zakaj embargo je. Včasih, ali pa ponovadi je tako, da avtomobilska znamka povabi številne medije, včasih iz celega sveta, če je svetovna neka predstavitev, in s tem embargom želijo dati, ker veš, te predstavitve trajajo tudi po 3 tedne, ne? In želijo dati vsem medijem enakovredno priložnost, da vsi naenkrat ven udarijo s kontentom. In zato so doskrat embargi. Tokrat je pa embargo bil tudi na avtomobile, ki so stari, 50 let stari, oziroma na vse stare GTI-je in hecen, ker sem jaz točno tega enko GTI, pa točno tega dvojko GTI že pelil, ki je bil predstavljen Golf GTI 8, ki sploh je prišel leta 2020. Ja, dobro, sam ti moraš tako gledati. Ne? Na predstavitve prihajajo tudi mlajši novinarji. Ja. Za Jerryja je vse do 5. generacije v bistvu prva vožnja. Ne? Ja, se vem. No, ja, tako da... Samo vseeno, mislim, malo je hecno. Tako, no, kako se pela avto iz leta 83? Ja, samo veš kaj. Ne smem povedati. Oni razumejo, da gre da se content tudi danes gre na drugačen način. Jebiga. No, v glavnem, kar sem rekel, če niso te embargi že konc. Ja, embargi so bili za te stare GTI-je, pa za tega Edition 50, ampak imel sem tam tudi 3 koncepte, ki jih je Volkswagen dal skozi leta ven, da so trake 3 zanimive zbrali, pa ne bom nič o njih povedal, za te pa embargo do 18. februarja. Mi do takrat že nazaj z Amerike, ampak ne bi zdaj nič več povedal, da ga nam ok posrali. Toliko GTI-jev, stari, živ in zdrav. Ne, kaj moramo, če smo podcast številk, zato da te malo zamorimo, ne? Še ena hitra zadeva. Ne? Prvo leto, mislili so narediti Golfa 1, mišljen je bil, da bo limited edition. Ne? Kjer to? Enka? Enka, ja. Ja, seveda, ja, ker so mislili, da jih bo sam 5000 naredili. Da jih bo sam 5000 naredili, pa so jih že v prvem letu prodaje jih naredili 10,000, ne? Ja, sem na koncu pa ne vem 400-600,000, koliko jih je bilo, si zapisal? Golfa enke je bilo od leta 1976 do 1984, ko so bile Sarajevske olimpijske igre narejenih, 461,700, samo v GTI-ju, ja. Govorim, ne? Tudi kot F40 Ferrari. Ki je pa vam prišel, je pa stal 13,850 nemških mark. Ja. In zdaj si to, da je to kalkulator, ki vključuje vse devalvacije, pa to pa boste videli. Mislim, da mi je eden poslal, da bi bilo to danes okrog 24,000 evrov. Ja, poglejte, kje je danes Golf GTI Edition 50 ceno, pa kje je bil. Ja, to je res. Mislim, se je tudi pol stoletja razlike, to je pa tudi treba iskreno povedati. Jure, omenil si super testno Pando, če mu ugrizniti v ta jabolk na hitrco. Pač pridružila se nam je kocka. Bambus, ne v jabolk. ja, dajmo ugrizniti v bambus, kje si pandica? Ti si imam pandici podoben, Jure. Ja, jaz sem tak, malo čukat širok, malo robusten. Nisem pretirano hiter, ne? Ja, atmosferci smo dobili. Spet, zmeraj narobe začnem, ne? Mi smo na testu Pando, pa se nam je dobro zapisala, pa sem jaz na naši interni Viber grupi napisal, kot če bi mi to Pando malo dlje imeli. Ker imamo paradi, sem pa kakšen, dajmo reči, služben avto ali pa atmosferski služben avto, da ga imamo za skoke sem pa tja.
Pa smo pol hitro se uspeli zmeniti za eno super testno, pa tale pri nas kocka. Mingrede za kocko je odgovoren eden, ki smo dali na glasovanje, folk povejte najbolj cute ime, ki bi ga ta panda lahko imela, pa se je nekdo na Instagramu prosti, zdaj nisem si zapisal tvojega imena, boš vedel, kdo si, je predlagal kocka. V glavnem, tale bo z nami do julija, ta je avtomatik, ta 1.2, turbomašinca, hibrid, se pa pogovarjamo, da bi pa potem, ki prije pa taka z ročnim menjalnikom pa prešaltal. Tako da v osnovi računamo to, da bo panda z nami 1 leto in to je v bistvu, ta avto je kar do vseh mal. Ja, od mene še ni. Od tebe še ni bila, ja. Jaz sem včeraj, sem jo hotel končno vzeti, ker sem bil v Brlogu do večera, ne, in sem jo hotel malo zapeljati. Pa te pa Jure kak blokno, akva? Ja, pač koliko je bila ura? Ob 9 zvečer. Jaz sem ob 9 zvečer v pisarni. Ja, jaz sem dedicated Cyrila, ne? Jaz moram pa kar pohvaliti. Tako pa tikle delo, Jure. Načalno je dure nabije, stari. Zdaj je dedicated. V glavnem... Kaj je delo v Brlogu? Jerry, tanka je linija, počas. V glavnem, jaz glihem story objavljam in sedim v avtu in vidim, kako se pripele en kombi, ne? Ne en kombi, pripelo se je testni Pro Ace Max. Toyota. Ja. Ne? Enač se rekel, Jerry, zdaj pa ti tega kombija nisi sprobal, danes gre nazaj, ne? Jutr. Ja, jutr, danes. Ja, zgodaj smo začeli. Je rekel, da bo spustil priložnost, da bo drugič probal. Ne? Pa še mislil sem, da ga je zanimalo, glede na to, da ima ta kombi 100 kojno več kot njegova Fiesta. Ali sem ga že pelil? Ja, tako na kratko. Ampak je bilo že toliko ura, da sem... Na fotošuci ga sem pelil. Dobro, no. Ja, prilika je bila, zic mi je bil všeč. Ja, pa vidiš, ja, to si zamudil, ne? A je tvoj Fiesti ST nastavljiv zic na kilo? Ampak ni mi ga pa bilo treba za pol ure dati filat, preden bi do doma šel. Kaj, Fiesto ST? Kombija. Ja, dobro, ne, prej bi, do doma bi imel 15 minut filanja. Jaz sem tudi pelil ta kombi, pa sem, kva si Jure rekel, da poraba je kar v redu, vse, ne? Mislim, poraba, jaz sem mislil, da bo ful slabš, glede na, ko ga pogledaš iz čela, ne, misliš, da pod severno steno Triglava stojiš, ne? Stari presežem, res. Ne, sem rekel, ko bom jaz to dal na avto... 6 metrov pleha. Ko bom jaz to dal na avtocesto, edino špinakar mi še pomaga, da jadrati. Ja. Ampak poraba sploh ni bila tako grozna, ne? Poraba v bistvu, dobro, ni zdaj ekstremni mraz, ne, bil v času testa, ampak takole, jaz bom rekel, če si kombinirano vožnja mesto magistralke oziroma pač zavite ceste, se da z lahkoto vstati tam okoli 26-27 kWh na 100 km. Pa blizu nule je bilo, no, ko ni bilo mraz, stari. Dobro, no, tu ni... Ja, no, kaj pa je mraz zate? Zadnjih 5 dni je Ciril od 5 do 10 stopinj. No. Ja, ok, dobro. Ne? Ok, se strinjam. Na avtocesto, ko sem se pa postavil, sem se pa pelil tam 115, največ, ker sem rekel, malo moram vseeno, moram tu povedati, da do zdaj z edinim električnim avtom, ko sem jaz na cesti ostal, je bil to kombi. In sicer ta prvi MAN, TGE un elektrik. Ko si vstal na cesti? Kje? Skaj pa jaz to ne vem, stari. Ekrat pred... ampak tisti imel res zelo neposrečen pogon. Ja, pa ni šel v ta turtle mode, počas, pa da si... Ja, vse tukaj da sem se še z ceste, pa sem pa na uršnih selih pri ta prvi bajti pozvonil. A ja, si res. To je bil MAN-ov električni kombi. Pejmo mi nazaj na Pando, ne? Smo zašli? Ja, čak, da povem. Se prijema, ja. V glavnem, avtocestna poraba je bila pa tam 30-31 kWh, pa računajte, da je bilo not za recimo 200 kg robe. Ja. Se pravi, dobro, na pol prazni smo se vozili, ne? Ja. Tako da ni bilo tako grozno, no. V tem vremenu realnih 300 km narediš tudi, če se včasih na avtocesto postaviš. Dobro. Kaj si hotel reči, Jerry, Panda? Ja. A si hotel še kaj povedati? Ja, mislim, jaz še nisem si nekih prvih vtisov naredil, ampak kako se pa... Jure ti odpelo Pando. Ja. Ja, zdaj le boš imel šanso malo voziti, ne, ko bomo mi do Ameriki. Zdaj le jo zagrab, ne. Moda, pa Panda. Jaz sem izančen bicikl dvignil, ker sem bil še, ki je bilo sneg v Miklavžu. Pa so bili vsi park placi zasedeni, da bomo eno fotko pripeli. En park plac je bil pa na pol pod snegom.
pa sem dvignil bicikl, pa je tako ena gorska kozica stala, se mi je prav simpatično zdela. Pa je moja ta mala prišla z vrca, pa sem je poslal čez una vrata noter, ker je bil bicikl v luftu, pa sem debel gledala. Pa je mogla kar skoraj štupo ramo sem ji mogel, da je prišla noter. No tako. Kaj, dečki, gremo naprej? Čista tišina. Če boss govori. Škaj, hoteli... A ja, dej Jure, a bi ti povedal, kaj je v S-klasi, ki so se prej kregala, je to najboljši avto na svetu, ali ni? Jale, Mislim, kregala, no, dej. Jaz še vedno trdim, da Mercedes S je od, bom rekel, veliko serijskih avtomobilov visokega razreda, ne? Ker S je tudi najbolj prodajna admiralska ladja na svetu še vedno. Ja. Ne? Vedno v zgodovini je postavljal tehnološke standarde z vidika varnosti, udobja, pa tudi učinkovitosti in tudi tokrat je tako, ne. Kakšen debakl so tudi imeli, ampak pustimo. Seveda so imeli vsak avto. A ti spomniš, kaj je S-klasa se zaletela na nemški televiziji? Pa to ni to ni dis S-klase. Meni se zdi, da znamka, ki riskira ali pa ki je pripravljena kakšne stvari kdaj izvesti, da pokaže nekaj, pač takrat se jim je grozno zakompliciralo, ker so hoteli avtomatsko ustavljanje, zaviranje pokazati v studiu, ki je bilo pa, ne vem, preveč enega železa, kar je bilo takrat in so malo butnili na nemški televiziji. Ampak to je tako, kot pri klasi A, ki se jim je prevrnil. Pač meni se zdi, da znamka, ki riskira, ki dela stvari, ki so napredne, vsak mu se kdaj kakšen kick zgodi. Tudi ti, ki si rekel za S-klaso, jaz mislim, da je S-klasa en najboljših avtov na svetu. Sicer imam tudi kakšno zamero, ampak v resnici pa, če bi mi rekel, da bi ti kupil en avto visokega razreda, eno ultra udobno limuzino, čisti iskreno priznam, pa to mogoče zato, ker me je moj ati malo kužil, bi jaz tudi S-klaso zbral, no, tako, da malo ravnotežimo vse skupaj. Ja, ne vem, jaz mislim, da ena taka klasična limuzina, ko je S-klasa, se tudi Robert Lešnik je za to mizo povedal, ne, da še vedno je največji izziv narediti pač S-klaso. Da, to je tako, da bi smoking mogel vedno znova predelati pa narediti še lepšega. Ne? Ampak pustimo, predvsem oblikovno je vsak avto stvar tudi individualnega okusa. Enim je bolj všeč S-klasa, enim je Audi A8, enim je spet nekaj drugega. Ampak bolj je pomembno to, da je letošnji facelift S-klase, ki mu težko rečemo glih facelift, ki je avto več kot 50% narejen na novo. Ne? Nemški inženirji so rekli, da so okoli 2700 komponent novih ugradili. Ampak bolj je tudi malo pomemben datum predstavitve. Ne? Bil je predstavljen na 29. januar, to je natanko 140 let, odkar je ustanovitelj znamke gospod Karl Benz vletel na berlinski patentni urad, prijavil number 37435 in postavil temeljne vsem avtomobilom na svetu. Ja. Se pravi, S-klasa je bila predstavljena točno na 140 let patenta prvega avtomobila. Zdaj pa kaj povedati? Mislim, če bi videli, si kdaj ste lahko pogledali, Daimler press release že o tem avtu, če vse skompresiraš skup, je za 5 strani tehničnih dodatkov, ampak meni je bilo zelo pomembno ena stvar, ne. To je klasična limuzina. Ne. Nič ne šla na elektriko. Ne. Oziroma... Dobro, blago hibridno tehnologijo. Hibridna tehnologija je za napajanje sekundarnih porabnikov, pa za povečevanje učinkovitosti ognja na dvali. Ne. Mene najbolj veseli, da je v S580 ugrajen V8 bencinski motor. 12 valnika pa ne več, ne? Vsega že zdaj. Dobro, zakaj zdaj ta lep vibe uničuješ? No? Je, 12-valnik še živi v S-klasi, v SR-klasi, sam treba je odprt trg rabljenih avtomobilov, pa tu pokupa čim prej. Tiskam denar, če mene vprašate, je več vredno kot naložbeno zlato. Mogoče se kakšen še na dober avto najde. Ja? Mogoče se kakšen še na dober avto najde. Ne? Ampak v glavnem V8 M177 motor Evo 24F oznaka 395 kW, 537 konjskih moči, pa 750 Nm
v območju vrtljajo 2500 do 4000 vrtljajo, to pomeni, SK bo tudi na bencinarju Queen Mary avtoceste. Queen Mary, stari, dobro si zdaj vam potegnil. A bo to ugibala, koliko jih je bilo lani registriranih? Si se pripravil? Ja, veš, da sem. Lani registriranih. Ne, Jure, daj probi ugant, daj še jaz probi ugant. Lani v Sloveniji je bilo registriranih, ko mi je narodno, čakaj. Starih in novih, ne, koliko jih je v registru. Vseh razredov S. Dajmo reči 380. 177. Koliko? Ok, moram double checkati. Pač 1559. Kaj? Pač ja. Daj neki, stari. Ja. Pač, ne, jaz sem bil prav možen, da sem jaz, ki je kakšen kiks naredil, ampak zdaj sem se pa izdal, ker sem se tako razveselil, ne? Fulih je. Daj neki, stari. Tudi jaz govorim, da je to veliko serijski avto, ne? Sej vem, stari, S-klasa je meni top avto, no, sem pač, to je zdaj debata, prehuda. Pa še ena stvar, ne, prenovljeni so tudi šestaki, ne, oziroma, pazi to, ne. Vrstni 6-valjni dizelski motor. Aha, že vem, kaj boš povedal. OM 656 M27F. Torek mašina. To. Navarček, a? Ja. 230 kW, 313 konjev, to je ta light različici, ampak pazi navor. 650 Nm per 1200 vrtlaj. Stari, to je pa nora. To pa res lahko surfaš Pač to je tista stvar, ne, je enkrat, jaz vem, da mi je enkrat en lastnik Mercedes AS rekel, pač kle se usedeš, pa ne razmišljaš, ne. Pa sem jaz rekel, pa ste šel probat EQS, je rekel, jaz vozim S-klaso. Ja. Ne, ok, popa, kar je zanimivo, ne, v tehnične detajle vseh asistenčnih sistemov se ne bomo spuščali. Pustimo, ker to smo lahko do avgusta. Radari, ultrazvok, kombinacija kamer, ampak najbolj pomembno pa je, da si bodo ljudje predstavljali, da Mercedes S obvladuje cesto, tako ko jo obvladuje. Ne? Pa naprimer 15 airbagov, ogrevani varnostni pasovi. Sem mislil še, ko ogrevani airbagi. Ne, ogrevani varnostni airbagi so že tako vroči. So že tako vroči, ki jih pirotehnika proši. Ampak se pravi, ali pa rečemo, 10 zunanjih kamer, 5 radarskih senzorjev, pa 12 ultrazvočnih senzorjev serijsko. Tako da si boste predstavljali ta aktivni varnostni ščit, ampak bolj je pomembno, kdo to nadzira. Ne? Kdo? Ja, Karla. Ne, to je pa super zmogljiv računalnik vodno hlajen. A res, ako? Posebej računalnik, ki se ukvarja samo z in to super zmogljiv, procesorske moči sploh niso napisali, ampak si predstavljam, da je bolano. Ne? Skratka, Jaz sem bolj simple guy. Jaz sem pogledal notranjost, pa sem najprej rekel, da mi je všeč to, da so prišli okrogli zračniki nazaj. Ker prej so bili, so bili taki pravokotni, pokončni. Ker mi je bilo v bistvu tudi všeč, da so pa nazaj na kroge šli, pa na une take mal glorificirane vetrnice. A vidva veste, kjer detalje pa meni pa S-klasi najbolj všeč? Pa ne vem, če še, najbrž še eno, ker že pri prejšnjem testu je bilo tako. Mislim, meni tale osvetljena zvezda po ta novem. Ne, to mi sploh ni všeč. Tebe všeč. Meni je pa huda, ampak govorimo o tej zvezdi, ki je ne na maski. Ne, spredi, zvezda, ja, meni je to. Meni te osvetljene stvari, pač meni to ni všeč. Jaz si prav zapisal tukaj, to je moj pet piv, stari moj. Ja, zato ker ampak to je osebno mnenje. Ok, super, dajmo malo na glasovanje, to, kar pa mene zdaj pa res zanima. To se pravi, S-klasa, dajte pogooglati, ima zdaj osvetljeno zvezdo spredi, a smo za, a smo proti. Detajlček, ki je meni najbolj všeč, to je pač tista ultimativna skrb za potnika, vsaj prej bilo tako, če si ti v zadnji, pa če odpreš Zeitung, ali pa knjigo, on to ve in ti sam lučko prške od sebe in ti lepo posvet, reflektorček direktno tam, ki pač imaš lučke pa bereš. To recimo je skrb za potnika. To zame pomeni S-klasa. Ja, pa konferenčna dvorana po novem, ne? Ima tudi sleeping mode, tak čist konkreten. A res? Ja. No, tako, ja. Govorimo seveda o zadnjih 2 sedežih, ne?
Ja. Ali pa ne vem, en zanimiv detalj je, naprimer nove digitalne luči. Ne? A veš, 40% izboljšana svetilnost, ne? Ustreli do 600 metrov daleč, ne? Projekcija stvari na asfalt. Dobro, to ni nič novega. Ampak ja, Kako ni novega? včasih avto projicira stvari na asfalt. Ja, koliko? Ja, ne vem. Ja, koliko? 10. Jaz pa mislim, da ne. Jaz pa mislim, da zdaj da projicira aktivno. Vsi te hudi Mercedesi, Audi. Ne, vsi te hudi, ne. Audi A8, Mercedes S, pa verjetno BMW 7, pa Ja. jaz mislim, da so se pri Lexusu tudi neki igrali. Govorimo o aktivni. Vem. Delo na cesti ali pa opozorila. Pa take stvari. Kadar lane assist nima meja, jih postavi vozniku, naprimer, en tak zadeva. Ja. Ali pa, Dosti S-klase. čakaj, pač Dosti S-klase. fascinacija je, Pa ne, dosti, fascinacija, naprimer, ali pa filtriranje zraka v kabini. A veš, danes se veliko pogovarjamo o centralnih prezračevanjih v hišah, to je pomembno. Ne? Kjer je bil že ta prvi? Ne, to pa ne bom sploh mešal, jabolke pa limone. Ne, zmešaj zdaj, če si. Vse Ne, oboje ne. sadje. Ne, ker sem hotel čist nekaj mi je drugega glav prišlo. Kaj je bil en Renault, ki je prišel za, ne bom se niti spomnil, jaz pa Stropnik smo snemali tam na Velenskem jezeru enega Renaulta, pa je imel pol prvi ionizator zraka, ali kaj je že bil. Ne bom se spomnil zdaj, glavno, grda limuzina je bila, no. En Renault, niti Fluence? Ne toliko. Ne, tak je bil Samsungom narejen. Ja, Latitude. Ja, leti tudi. David Stropnik, če poslušaš, spomniš se tega. No, sam ionizator Klejer, pa zračni filter v Mercedesu S. Ja, vse mislim ti pravim, da limone pa lubenice, ne limone pa Ravno jabolke. vsakih 90 sekund je komplet prečiščena volumen kabine. A imate vi kakšen deal z Mercedesom? A ste vi, Jure, tlele? Ne, mene zelo fascinira, Sej. pač to, kar v tak avto gradijo. Ne? Ja, se strinjam. To je pinnacle, automotive pinnacle, se strinjam. Ne, ker veš, dan se nam mogoče zdi tako butasto, osvetljena zvezda, nek nepotreben detajl, ampak eden je mogel fajn razmišljati, kako to osvetliti. Drug nepomemben detajl pri Mercedesu S se bo mogoče zdelo komu struktura laka, pa je pri tem avtomobilu izrednega pomena, sploh glede na to, po kakšnih različnih koncih se voz pa deli uporaben. Tu se strinjam, ampak zdaj pa pojmo na ta svetlobna telesa, pa bom sam svoje mnenje povedal. No, povej. Meni se zdi butast, to je moje mnenje, lahko nihče se ne rab strinjati z mano, ampak pač vsi so uleteli s svetlobo zdaj z osvetljenimi grili in ledvičkami in osvetljenimi logotipi spredi pa zadi, seveda zato, ker je zakonodaja v Evropi to začela dovoliti 3-4 leta nazaj, pa 2 leti nazaj. Ne? In mene samo čudi to, da se nobena znamka ne pomisli, a je to sploh mi zdaj, rabimo ali ne rabimo je drugo. Jaz upam, da recimo pri S-klasi obstaja možnost tudi neosvetljenega logotipa. Tako kot avto imam brez značk. Pač mene čudi to, da nobena znamka ali pa redko kera znamka ne zauzame te malo distance, pa pravi, super, da zakonodaja to dovoljuje, ampak mogoče pa ne rabimo tega dati, zato ker ne vem. Vse tudi določene stvari v ambientalno osvetlitvi ti preprosto izklopiš, pa ne svetiš. No, se me zanima, če se da mogoče to pa izklopiti. Ja. Jaz sem na zadnje, ko sem vozil Mercedes, sem si izklopil vso ambientalno osvetlitev in je pač To reke meni super avto, od zadnji unsvetljen logotip ga pa naredi zame, zadnji nepreboljivega. Ja, samo vsi takoj vse zagrabijo, stari, pa mogoče pa ne bi rabili, no. Zagrabijo, ne, lej, sej pa poglej malo ljudje, ki si stanovanja pa hiše prenavljajo, ne. Vsak se zdaj neki svetlobo igra, tudi v hišah se vse posod inštalirajo LED trakovi na vsak ta tret vogal, ampak to pač očitno je določenim ljudem všeč, ne. To je moj problem, jaz pravim, da je to najbrž moj problem, no. Ja, moj tudi, iskreno. Ja, no, vidiš. Recimo, kaj me recimo tudi mot, ne? Testirali smo ta novega CLA-ja, mogoče se ga lahko malo dotaknemo, min grede Mercedes, če že ostanemo, če smo že toliko zaružili Mercedes, pojmo pa še globi, ne? Čestitke za osvojen naziv Evropski avto leta, član katerega, oziroma žirant je naš Seba, ne? In ta lovorika pač to ni kar tako. Mercedes CLA se je dokazal kot res celostno odličen avto, vsi smo ga imeli priložnost pelati. Jaz nisem pelil 3 električne avtomobile v življenju, ki bi bili boljši in po celostni izkušnji.
Stari, tako kot jaz, ki tamle pred blok zapeljem na Kodeljevem, ki imamo lukne, ki imamo kraterje, sploh nimamo luken, ne spomnim se, kjer avto je šel čez, bolj smooth pa gladko. No. Avto se krasen pele, dobro zgleda, ampak recimo moj problem, ne, s to svetlobo, ne, ker očitno res sam ne bolj moj ali pa mogoče še malo Jerryja, pa Fox je na netu tudi pritoževal, zakaj jaz ne morem teh lučk v maski izklopiti? Zakaj? Oziroma, a jih lahko, a je kdo to pogruntil? Jaz pa res, da nisem šel toliko, pa zdaj pa bom sposeb 3 tone pepela, ne, posipal, mogoče se jih pa da izklopiti. Ampak to so eni detajli, ki pa če jaz kupim Mercedes ali pa en drug avto, bi rad imel svobodo izbire. Tako da zdaj bom še jaz na Mercedes poklical, da vidim, če se jih da, pa bom gor na Limu, se upravičujem, če se jih da. Ja. Drugač pa hibridni pogon nima osvetljene maske. Ja, vem, tam ima pa klasično masko, seveda. To sem povedal že v prvi predstavitvi, ker sem bil na prvi predstavitvi tega avta v Rimu. Navaden hibrid ima ordinary masko, električen ima pa 500 lučk, razumem, lepe zvezdice, ampak Tudi sound spušča, ne? Tudi mogoče zaradi tega, ker električni avto na parkirišču je pa zelo tih. Ne? No, pa še neki, to je pa mene malo presenetilo. In te maske ne moreš, da jo ne bi spregledal, ne? Ja, vem. No, sej, ne rabiš biti za vsako ceno eye-catcher, ne. Mingrede me pa zvok, ki pa napolni kabino, ki pa fejka kao bencinski motor, moram pa reči, da me je pa malo pozitivno presenetil, da mi pa ni bil oduren. Ja. Da mi je bil pa čist ok, razumem in da mi je kar dobro uspel. In verjetno za Hyundai je to meni zvok, ki je še najmanj moteč bil meni. No. Sam je pa res, ne, zanimivo je, da si spet izpostavil, da si vozil električnega. Jaz mislim, da največja zmaga CLA-ja je, da ko se ti v ta avto sedeš, da sploh ne razmišljaš, kateri energent ga poganja. Ja, res je. Res je. Ne. Res je. Ta avto je top avto. Ta avto je to, kar od Mercedesa pričakuješ. Jaz sem ga vozil vsak dan po avtocesti. Ja. In sem ga napolnil v celem tednu enkrat. Pa poraba je tudi kar v redu, ne? Pa takrat je bilo pa bolj mraz, kot zdaj, ko smo se vozili. Ja. Dobar, sam tudi ni šel vsak dan iz Laz pa Uršnih Sel do Ljubljane. Ja, kako ne? Kaj pa sem šel peš? Ja, pa nisi šel 5krat kepa nazaj, stari. Ne, enkrat sem ga... Ja, jaz sem tudi porabo meril. No, enkrat sem ga v celem tednu sem ga nafilil enkrat. Ja, make sense, ja. Ja, res je, ja. Ne? Pač v kakršnem koli temperaturi, ok, verjetno, če bi bilo -15, bi bila ta poraba še malo večja, ne? Ampak dejansko jaz sem se pozim po avtocesti vozil z legit 430 do 440 km dosega. Ker pomeni, da druge temperature, manj avtoceste, 600 ni sploh noben problem, ne? Mislim, polet je to pač bulletproof avto, ne? Ja. Plus polnilna izkušnja, ne? Ti, ki naštimaš, ki rečeš predpriprava, ja. Predpripravi, jaz bi rad, da se hitro nafilova, ne? Ja. 276, 278 kW moči, ampak to takoj. Če pač uporabiš predpripravo baterije za hitro polnjenje. Elektrosferci! Jaz sem bil osupnen, jaz sem ga na dulu, sem glih to predpripravo za polnjenje sem dal in v 15 minutah pa 33 sekundah je šel iz 13% na 64%. Ja. Pač jaz sem bil brez besed. To je bil spet dober za par dni, ne? Ja, mislim, to je za moje pojme prvi električen avto, kjer tu, da je električen, ni negativa. Oziroma... Z tega fanta še bo neki, ne? Ne, hashtag dipa, veš. Ja, ne, super. Pa objavil ga je na story, fanti, in tu na Jerry v avtih, veš. Nora. Ne, ali mi je bilo, a veš, meni je vsem bilo mičken nerodno, a veš, s tisto sprednjo masko, pa vsi oni zvoki, ki so se predvajali. Kaj ti je bilo nerodno, takoj si ga objavil, ko si se mu kronok prepel. Ne mi reči, da nisi sanjal, da bi en let trak na multiplo dal. Ja. Drug teden pa že zvezdo plunil, pa okrasno gor, pa... Moj shitbox je križen z Mercedesom. Ne, mislim, avto drugač vrhunski, verjetno največje presenečenje avtomobilsko, kar ga bom letos doživel. Čaki, se smo šele februarja, Jerry. Ja, stari, tukaj me je presenetil. Ja, no, se nisi vedel, kaj pričakovati. Ja. Tudi cena se mi zdi za ta testni avto, ko smo ga imeli, da dejansko ponuja dokaj velik. Sploh ne, koliko je bil? Tam okoli
55 za subvencijo. V glavnem pa ena zadeva, ki me je res pozitivna. Subvencijo je bil 55. Nekaj tazga. Gledal sem na internetu, je tam okoli 62 so bili podobni. Se pravi, imeli smo pa cela 250 plus. Ja. To je ta srednja, ne? Tako. To je ta močen, sem ni bil firmatik. Drugače pa še to, ne, ki si glih ceno vrgu ven, ne. Veš, meni sem dobil kar kup vprašanj usporednico s Teslom modela 3, ne. Pač ali je to boljši avto ali je konkurenčen, ne. Mislim, vsekakor je Mercedes cela izjemno konkurenčen avto in če mene vprašate, je zdajle v vrhu tega razreda. Če je boljši kot Tesla model 3, če bi hotel tu čist detajlen odgovor, bi mogli kup merito narediti, ampak jaz osebno, zdaj zase govorim, če bi mogel zdaj električni avto tacga razreda si kupiti, pač bi imel raj Mercedes za cela kot Tesla. In to zakaj bi imel raj? Še to, ne, da ne bodo rekli, zdaj pa Gregorčič, Mercedes te plača. Ne. Raj bi imel zato, ker jaz vem, da se model 3 zelo dobro pele, ampak tako avtomobilski občutek all over je pa Mercedes ocela, se vidi, zakaj je Mercedes 140 let pač. Ja, se čisto strinjam. Pa še ena zadeva, asistenčni sistemi, ki mi grejo dokaj pogosto na živce, pri Mercedesu so pa to imeli v nolo poštimano. Neusiljivi, delali so tako, kot bi mogli in meni se zdi pač, da bi dosti proizvajalcev lahko ta avto imel za vzor, glede tega. Vidiš? No, sej, a boš rekel, da ni res? Res je? Ne, res, ker pri asistenčnih sistemih je pa... Ja. Pa tudi, če si jih hotel izklopiti, ne? Ja. To je to, tako bi mogli biti. Ja. Jerry se je pustil voziti. Ja. Zdaj smo pa kar zaružili ta Mercedes. A gremo naprej? Sej jaz v bistvu kaj dosti stvari nimam. Jure, da jaz ti hotel še neki, a čemo to, da to podcast, eno modo si zanč vozil, pa si imel neke težave v pravnici, ker smo že pri tem, kako so ene stvari lahke za narediti. Ja. A veš, dostikrat se pogovarjamo tudi zato pa o tem, kaj moraš na protestnem avtomobilu vse preveriti. Ne? Jaz sem se zadnjič pripeljal ne v modo, z Jaycotom. 0,7 priključnih hibridom v avtopralnico. Najprej sem pogledal, če ima program za pranje, hitri program za pranje avtomobilu, kot to sodobni avtomobili načeloma kar imajo, ko to pritisneš izklop avtomatsko vklapljanje brisalnikov, pa izklop autohold, pa še vrsto takih stvari, da če si v avtomatski avtopralnici, kjer te pomika trak naprej, da imaš avto takoj pripravljen za natrak. No in jaz se lepo zapeljem, avto dam s pomočjo prestavne ročice menjalnika, dam v nevtralni položaj, ampak glej si ga zlomka, tako je avtopralnica prijela, je prijel tudi autohold, ker je bil prepričan, da jaz, če sem v leru, da me more držati. In seveda tukaj se je pa zgodil ti zaplet. Nikjer ni hitrega stikala, ročne zavore, nikjer ni hitrega stikala, autoholda in pol se začneš boriti z meniji, ki so sicer prevedeni v slovenščino, ampak jaz enostavno nisem najdel tipke autohold, kjerkoli tudi v izbernikih, ne, pol sem celo prestavil izbernike v angleščino, odprl naložena navodila za uporabo, tudi tam nisem najdel, v glavnem cel zaplet in se vsem opravičujem, ker ste bili za mano v avtopralnici, tukaj pod nami v avtostopu, Jure je bil tist in tudi upravičeno ste k meni prihajali, pa me sprašvali, če ne znam dati avto v ler. Ja, dal sem avto v ler, ampak tale autohold je na koncu kaj naredilo, restartal sem cel avto, vklopil EVA mode, ker tam je očitno spustil autohold in v glavnem imel sem cel zaplet. In pa iziritiralo me pa tukaj, da še pol, ko sem avto uspešno upravil, sem šel tu raziskovati, nisem najdel. Pa, ko sem avto nazaj vrnil, sem šel do prodajalca, ker pač če kaj v avtomobilu, ne vem, meni ni narodno vprašati. Ne? In sem rekel, daj povej mi, kje je tukaj neka hitra tipka, neka bližnica za autohold izklopiti. Ne? In je naredil iz leve na desno
ne, iz Gor na dol? po diagonali swipe down in so se odprle 3 bližnjice. Sem rekel, zakaj pa pol to ni na hitrih nastavitvah? Ja, tako je to pač naštimano. No. Evo, hočem reči, da takrat, ko je avto povsem digitalen, si res lahko življenje zakompliciraš in ko si tak avto kupiti, ga moraš enostavno naštudirati, ker drugače pač prideš v nerodno situacijo, tako kot sem jaz prišel. A ti jaz povem, da vsakeč, ko gremo v avtopralnico z avtomobilom, ko ga prvič pelem, se čisto prepozno spomnim, da ne vem, če znam vse stvari pravočasno izklopiti, da ne bom en avto, ki je žlajful. In jaz se mi zgodi parkrat na let, da imam tak nor strah, ko mi že z unim vapom, ko mi moja šipa že spuca, da lahko zdaj zadanem trak, ne, pa ugotovim fakt, kako že dam tle v ler, ker ni pa vsakmu avto več. Ne, pa se to je neprijetna izkušnja, ampak hočem ti povedati tudi druga stvar, ne, ta pretirana digitalizacija, ne, a veš, se to je pač sodobni čas in ko bo ta avto 5 let vozil, valjda si bo naredil bližnjice pa vse te stvari, ampak mogoče me je bolj še zmotilo pri tem avtomobilu neke druge stvari, naprimer rezervacija energije v pogonski bateriji, ne? Ker pač se je avto čist suvereno sam odločil in sem tudi prodajalca vprašal, sem rekel, zakaj sem imel jaz, res da je bilo zunaj mrzlo, pa sem imel še 20 km električnega dosega, pa ga nisem mogel aktivirati. Ja, zato ker je naredil rezervacijo v bateriji zaradi, sem rekel, kaj? Zaradi zagotavljanja sistemske moči. Je rekel, ja, tudi med drugim. Ja, sem rekel, sam pa mi ne govoriti, da imaš nula, zato ker ti še nekaj rabiš. Baterijo, ne, ker tudi v evropski avtomobilski industriji zaradi takih stvari izdelovalci navajajo bruto pa neto vrednost pogonskega akumulatorja. Ne? In lej, all over, zelo zanimiv avto, pač dobro opremljen, zelo dobro opremljen in nič, kar sem pritisnil, ni bilo nekaj, da ne bi delovalo. Ampak kle se glih naredi ta razlika med orank avtomobilom, pa ne, da ta ni orank avto. V kakovosti asistenčnih sistemov in vseh vrstic programske kode, ki so napisane. Mi se ne moramo delati, da so vsi avti isti. Seveda, ne? In to je vsak mizarn ne dela isto dobro. In tle je, naprimer, pač živ dokaz, ne? In jaz tudi mislim, da Euro NCAP ima tle velike težave, ker po vseh teh letih mi še nimamo neke referenčne vrednosti, naprimer, kaj je zares dober lane assist, ne? Kaj je zares dober radarski tempomat, ne? Mislim, pa Euro NCAP po mene moti še kakšne druge stvari, kakšen avto leti s 3 zvezdicami, pa se folk obnaša, da je smrtno nevaren, ne? Pa vidiš, da kakšne zvezdice padajo tudi na račun nekih, ne vem, opozoril ali pa koncev, ni da je to nepomembno, ampak na to, koliko uspešno zna on tudi še absorbirati, ne vem, trk s pešcem pa tako naprej, ne? Ne, koliko zaščit pešca. Ne, koliko zaščit, ja, pardon, no, ampak to je, ja, sej, to sem mislil, sam pač z druge strani. To je še ena stvar. Ne, pike na Euro NCAP se izgubljajo tudi na tem, koliko imaš glasen opozorilnik za pripet varnostni pas, ali pa če ta dela v zadej, pa tako naprej, ne? Ja, razumem, ampak hočem reči, da ljudje mogoče napačno razumejo, pa tudi mi celo kdaj, ker če ti imaš, letos smo bili v finalu za slovenski avto, letos so bili 3 avti s 3 zvezdicami, ne? Pa jaz verjamem, da te avtomobili 5 let nazaj, ker ni zdaj to 47 let nazaj, bi verjetno pokasirali 4 ali pa 5 zvezdic, ne? Ja. Pa mrz voz 10 let star avto, pa prav moj avto je sodoben avto, pa je varen avto, ne? Te avtomobili bi 5 ali pa 10 let nazaj vsi imeli 5 zvezdic. Ne, ampak hočem reči, da mogoče samo razmislek o tem, zato ker je že kakšna debata na netu bila, kako lahko nekdo kupa avto s 3 zvezdicami, pa se mi zdi, da je treba pogledati to, na to celostno. No? Mislim, tu sem prav dobil eno sporočilo, ko sem imel Bigsterja na testu in mi je nekdo pisal, kako da nisem grajal, da ima ta avto 3 zvezdice, ne? Ja. In v bistvu ja, glih na račun teh dodatnih kriterijev, ne, za te, ker dejstvo je, da Bigster je velik avto, v njem sem se varno počutil, ne. In zdaj ne vem, če bom prav povedal, ampak ta možakar je izpostavil, ne, da njegov Polo recimo je bolj varen, ker ima tukaj pa tukaj zvezdic, ampak če uporabiš zdravo kmečko pamet, bi jaz velikokrat v primeru nesreče bil v Bigsterju, kakor v Polotu, ne. To je zdaj tako, veš. To je zelo čez prst, Jerry, to ni, ampak bolj je problem to, da ljudje ne gredo, ljudje vidijo samo končno ceno, ne gredo pa reporta prebrati o crash testu, ne. Velik crash testov je bilo tudi narejeno, sej tudi, pejte si pogledati prvi crash test od Tesla modela S, pa boste tam prebrali, ali pa od recimo
faceliftinga Mustanga, ne tako dolg nazaj. Ampak meni je bolj vprašljivo to, ker po drugi strani sem pa na netu zasledil kar neki ljudi, ki so pa danes vozili najnovejši Teslin avtopilot in se merno o tem govori, da avto pač vož sam. Ne? Lejte, ljudje, to je... Se pele sam, Jure, to ne moreš zanikati tega. Ja. Ampak to je zelo nevarna dikcija. Ne? To je zelo nevarna dikcija, ker po evropski in slovenski zakonodaji si odgovoren ti za vožnjo. In kle se bom jaz ustavil, sploh ne bom naprej komentiral, ampak ljudi preprečevati, da imamo danes na trgu avtomobile, ki vozijo sami, ki jim lahko prepustite volanje nevarno. Pika. Ja, se strinjam. Ne? Ker boste nekoga spravili v težave, vemo pa, da pač fizike se ne da zgolfati, če bi bilo to tako enostavno, bi tudi imeli že avtomobile brez volano, pa jih nimamo. Ne? Samo vozeči avto je drugače avto, v katerega se usedeš, pritisneš gumb, nastaviš navigacijo, odpreš časopis in te pelje. In takega avta še ni serijskega. To je treba pač povedati na glas. Da ne bo kdo si napačno... Ja, zdaj to govoriš verjetno o tom, da je folk po Zagrebu se vozil s Teslo. Ne? Mislim, folk se je bil šebal, pa še kdo se je pel s avtomobilom. Pač jaz sam povem, da v tem trenutku serijski avtomobili ne vozijo sami. Ja, no, ta vozi sama. Super. Ja, to se pravi, da si narobe, si terminologijo si napačno odgovoren si pa ti za njeno početje. Ja, se strinjam, ja. Ker je to pripravljen sprejet, jaz sam povem, da v tem trenutku po vsej veljavni zakonodaji si za svojo vožnjo odgovoren ti. Ja, vem. In to ljudje vzemite v zakup pri preberanju takih člankov. Ja, tako, se strinjam. Jerry, imam jaz prav, ti hotel še kje povedati o avti, ki so se poslovili? Glej, sem ti hotel presekati. No, ajde preseki. Torej, čist na hiter, par dni nazaj, kot sem omenil, sem zvedel, da bodo nehali delati Kia Ceed in pol mi je res dal misel. Zaradi tega, tudi pred kratkim sem delal malo raziskavo, katere avto so nehali delati v lanskem letu in sicer ni tukaj boleč seznam kakor v 2024, ampak sem vseeno mičkam prepravil. Torej, Kia Ceed je sicer do 2026, vključno z vsemi variacijami razen X-Ceeda, potem imamo pa Audi A5, kakor smo ga poznali, zato ker je A4 zdaj rato A5, tako da kupejska verzija je šla, čeprav zdaj neki govorijo, da bodo revertirali tole odločitev. Ne bi bilo prvič, da bi Audi se mal premislil. Od poimenovan do ne vem še česa, stari. Ok, daj idemo naprej, prosim. Pol imamo Kia Soul, ki je sicer dosti bolj relevantna bila v Ameriki, ampak tudi vredno omembe. Nissan GT-R, polnoleten je bil. Od 2007, ki je prišel ven do 2025, so ga delali. Tako da tale je zelo spoštovanja vredno starost dočako. Ja. Volvo S90 in V90 in baje zdaj na novo tudi V60, tako da Volvo ne bo več imel karavana. To je meni kar šokantno bilo. Ja, meni je to kar bolečina. To je pa stari, zdaj sem pa kar malo premaknil, ker tega pa nisem pričakoval. Znamka, ki je sinonim za karavana. Jaz se to z mojim prijateljem Gregorjem Šketom, novinarjem, vedno pogovarjam. Zakaj so to naredili, stari? No? On voz Volvo toga karavana, klasika. Skoraj vsak teden imamo debato o tem. Jaz to ne razumem, stari. Mislim, jaz razumem, zelo dobro razumem, ampak ne razumem. Ja. Make me understand, ne moreš, stari. Ja, emocije so s temi avti. Zato, ker pomisliš na Volvo. Pa arhitekti v filmih vozili, stari. Ja. Stare Volvote, ne? Ja, stare Volvote. Pa čist obrn switch, ne? Pa kaj, no, enega XC70 bi pa lahko obdržali, stari. Pa dajte mu krčte pod havom. Jaz, ko gledam po Sloveniji, ravne strehe me tudi kar zmrzi na bajtah, ne? To je trg. A ste videli? Ne? Ta kros zdaj. Meni je v podalpskem svetu, v eni taki lepi pokrajini, ki je Slovenija, mi je dvokapanca zakon. Ja. Zdaj pa te kubuse zlagamo, ko bi jih s helikopterjem postavljal, ne? A veš, pač temu se reče trg. Ja. Prej smo številke povedali, več kot polovica avtomobilov prodanih v Sloveniji, v lanskem letu je bilo cestnih terencev. V glavnem. Sej, kaj pa ti doma voziš?
Cestnega terenca. Kaj pa jaz doma vozim? Jaz pa ne. Čakaj, No, ne, multiplan. Sem jaz bom zdaj kupil karavana. A boš si se odločil že kaj? Ja, sem. A lahko že kaj poveš, ne še ne? Počakaj še malo. Bom počakal, ampak pač jaz grem nazaj na karavana, ker meni karavan je v bistvu moja najljubša klasična avtomobilska oblika. No. A veš, kaj moram pa zdaj povedati, ne? Da je pa tudi zdaj Darko malo ogrožen, ne? Ampak bomo videli, če se bo zgodil kaj ekstremenega, če bom jaz izgubil družinskega člana, pa še enega drugega not pripeljal. Ja, Ciril si baje dopisuje z gospodom Toyodo, znanim kot Aka. A boš povedal? Da boš. Malo pogooglite. Ja, vprašanje, kaj se bo zgodil, ampak... Odglavi mu pa odzvanja tisti sloviti stavek gospoda Toyoda. Kaj pa? Dirkalna steza je visokotehnološki laboratorij. Push it, break it, do it again in boste dobili boljši avto. Ja, ok. Gremo naprej. Še ta boleča 2 modela, ki smo jih izgubili lani. Kjer 2? Ford Focus. Pa, iskreno, čeprav sem ljubitelj Forda, je pa po moje najbolj boleč Megane. Klasičen. A do zdaj je bil? Aha, ja, vidiš. Ja. In, veš, se svet spreminja, Jure, ja? Pač, ko sem jaz dal video ven, mi je folk rekel, da sem blesal, da mene bolj boli izguba Focusa pa Megana, ker nisem na GTR, ampak meni je to čist zgrešena logika. Ne? Ja, mene tudi bolj boli to. Ja, mislim, halo, kaj pač meni je izguba vsakodnevnega, mi je neprimerno bolj boleča, kakor pa GTR. Prav pogledu sem, Meganu je registriranih več kot 30,000, GTR-ov je 7. V Sloveniji. Seveda. Ja. Ampak če tako pogledaš, pač seveda, nisem GTR, noro, bogata zgodovina, mislim, kaj je tisto avto delo, ki je ven prišel, ne pa za kako ceno, pa sicer pustimo tu, da je z leti pol se, kako rekel, je cena tudi se lepo zvišala, ne, ampak če tako pogledaš, Megane ima pa še občutno bolj bogato zgodovino in to v večjih segmentih, a veš. Imaš RS Megana, ki je v 3 različnih generacijah drži rekord na Nürburgringu, imaš originalnega Megane Senika, ki je sprožil revolucijo v svojem segmentu, imaš drugo generacijo, ki je imela odsekano rita, veš, tudi tisto je bila neka prelomnica, pa tu si mi povedal, da je bil... Tisto je bil oblikovno absolutni presežek svojega časa, ne? Pač tam je Renault spet pokazal, da ima oblikovna jajca. Ja, pa tista generacija je bila prva v ljudskem razredu, ki je dobila 5 zvezdic, ne? Točno tako. A veš, za Slovenijo Megane, mislim, bral sem eno knjigo, Zadnji megažur, kjer je imel lik Megane Coupeja, rumene barve, prve generacije noter. Pač ta avto, mislim, a je v bistvu sploh kakšen model, ki je bolj raznolik kot Megane? Tu zdaj mene zanima, ker jaz sem včeraj gruntu, pa nisem nobenega tako, da bi ga zaznal. Škjer je bil ful raznolik, če upoštevaš, da je imel izhodišče imensko zafulenih avtomobilov, zanimivih, ne? Takrat, ko si je Citroen še kaj upal C4, ne? Ja, itak. C4, ampak Klej je bolj to, kar pravijo, ne, a veš, Nissan GTR bo v resnici živel večno, ne, zato ker ob vsej količini teh superšportnih avtomobilov, ki je bilo prodanih, pač to je zbirateljski avto, ki bo tudi po 30 letih v garaži še vedno v perfektnem stanju, ne, in klej je treba, tu kar hoče Jerry povedati, je to, da mi se moramo zavedati, da je izguba enega tacga ljudskega modela v današnjem času, v današnjih cenah, pač je problem tudi zaradi tega, ker vodi v nekakšno mobilnostno revščino. Ne? Veš, mi nismo pozabili, da ti si imel omejeno serijo, naprimer Megana na slovenskem trgu, ko si kupil karavana z benzinskim motorjem za, ne vem, 13-14 tisoč evrov, mislim, da je bil. 1,6. Ampak tu vam govorim, zakaj je to tudi pomembno, ne? Ker starejši, ki je vozni park, ne, večja je tudi po drugi strani, večja so tudi varnostna tveganja in vse stvari, kar pašejo zraven s pomlajevanjem voznega parka. In dok imaš ti veliko volumenske modele, ki so zelo konkurenčni, varni, cenovno dostopni, učinkoviti družinski avtomobili, pač to nekaj pomeni, ne?
In jaz se s tabo tudi absolutno strinjam. Mene veliko bolj boli izguba Megana, kot to, da so na GTR nehali delati. Ne? Ja. Sicer obstaja še zmer Megan E-Tech, ampak temu pa fali raznolikost. Ne? Temu fali še kaj drugega, tudi dobra cena. Recimo. Ja, recimo dobra cena. Ok, dečki, a smo mi te glavne stvari pokrili, pa jaz še o umetnini spregovorim, pa to. Nismo še pogledali. Ja, pa mislim, časa se veselimo. Kam jaz derkam. A če ima tisti bombonček za na konc, pa če ima zdaj malo tele modele, ki nas veselijo. Ker se mi zdi, da lahko malo zdaj tole izgubo povežemo še malo z pozitivnimi emocijami. Kam pa greš zdaj? Nekam je šel. Okay. Nekaj pozabil. A boš ti začel, Jure? Ok, torej. Tukaj v bistvu, a lahko prepnemo to, da to teko v bistvu... Ne. Ok, dobro, kakorkoli že avto, oziroma avti, ki me letos nekako najbolj veselijo, no enega gremo v bistvu pogled že jutr, ampak zame sta tu od običnih avtov zanesljivo Clio pa Twingo. Mislim Clio zaradi tega, ker je tu eden izmed, kako bi rekel, največjih oblikovnih preskokov. Pa tudi, kakšen teden nazaj sem prvič enega videl od blizu. Sem se pelal v Trebnem in sem ga videl tam Volku, v bistvu je bil parkiran glih tako, da si ga videl z ceste in sem z mami sva obrnila in sva ga šla od blizu pogledat. Stari, kva je hud, tako da... Jaz sem zelenega videl, čisto hud. Zelen je še jači, stari moj. Ja. A ste videl zelenega? To je skoraj kot British Racing Green. Jaz sem ga videl živo, ko sem bila midva na mednarodni predstavitvi T-Rocka, pa je bila hkrati tudi mednarodna predstavitev. En teden za Sebatom. Ja, se spomnim, ja. Hudo. Pa seveda tudi Twingo, sicer tukaj ok, štrom, karkoli že, ampak jaz imam na ta avto res posebno povezavo zaradi tega, ker je tu bil konec koncev ta prvi nov model, na katerega premiero sem tudi šel, oziroma pred premiero, ampak pa pustimo tu seveda, da bo tudi v revozu, tako da mislim, oblikovno je isto kot petka, nisem še videl katerce petke ali pa tudi Twingota, ki se zdaj redko pojavljajo, pa da ga nisem pogledal, pa da me ni vsaj za 10% boljša vola spravo. Ja, dobro se to poje. Pač lej, avti lahko tudi samo po obliki sprožajo neke emocije. Seveda se to od prvega naprej vala. To je najpomembnejša stvar. Ja, itak. Ampak mi je všeč, ko se je Jerry razživel zdaj, ko smo o Renaultih začeli govoriti zadnjih 10 minut. Si videl to? Ne vem, kva se... A imaš še kaj, Jerry? Daj povej. Imam. V bistvu zasledil sem Honda Civic, ki nisem vedel, da pride. Aha. Pa Prelutka predvsem, ki pa je tudi pride v Evropo. Ne? Zdaj, sicer Prelutka zanima me, kakva bo, kakor sem slišal, je dokaj draga, oblikovno je pa zelo všečna. No? In všeč... Pa ti računal, Jerry, da bo Prelutka tako, 25,000 evrov ali kako? Jah, ne, itak, da bo dražji, še posebej v današnjem svetu, ampak všeč mi je, da se Prelutka vrača kukrat tu, kar bi mogla biti, da niso spet pogledali neke zgodovine in tako, no, ok, tu je bil cool avto, tu pa tuk let nazaj, crossover. Jaz mislim, da je to ključno za dojemanje naroda tega, zato kot jaz pravim, Ford Mustang Mach-E je meni odličen avto, jaz sem se vedno super nevo počutil, sem ta avto bi imel pomen hejta, če bi bil samo Ford Mach-E. Ampak razumem, da Ford bo enkrat Mustanga, ta pravga, tega, ki ga mi poznamo kot Mustanga, verjetno ga bo postal rakom žvižgat, preslej, imam občutek, ali pa mogoče bo tudi sam električen, ampak ne rabiš. Mogoče v Evropi rakom žvižgat. Ja, mogoče v Evropi, ali pa najprej v Evropi mogoče, ne? Ampak hočem reči, da zdaj luda ne bo en crossover, je že pol že narejenega, no. Vprost. A imaš še kakšen avto, je to? Imam pa še pol Ioniq 6N. To je pa, jaz na en oddelek, kar sem jih sprobal, imam noro pozitivno mnenje in i30N je pri meni zapisan kot eden izmed najljubših avtov, kar sem jih kdaj pelil. In tudi ta, bo baje letos dobil pa hibrida. Res? Ja, baje pride nazaj in tule bi bilo tudi za stestirati. Tako da tu na hitro so avti, ki mene najbolj zanimajo. Kaj pa vidva? Až ti je mest? Koliko češ?
Pa jaz, pošti na koncu. Okay. Ne, grem pa kronološko. To se pravi, prvo avto, ki se ga jaz veselim, to je zaradi osebne navezanosti, pa grem čez par tednov ga tudi pelat. Je nova, naslednja generacija Toyota RAV4. Ja, noč nisi povedal, da greš pelat. Si se zagrepal, ne? No, tako da RAV4 bo nov. Gre na novo prezentacijo nove Toyota RAV4, za tebe, Jure in Jerry, pa malo nežne glasbe. No, tako da RAV4 se ga malo veselim. Čeprav sem ga že malo napikal naprej, oziroma mogoče nepošteno, ampak pač moj avto ima tako lepa stikala za klima okrogla, velika, debela, obdana z mehko gumo in tam so že neke tipke čudne, tako da to mi je že malo postalo, bomo pa videli. To se zgodi, nam pride kdaj maja, pol junija, julija pride Audi RS5, potem, ker je naredil S5, je to hud obet za Audi, in se veselim, da bom mogoče pač, ali pa želim si, da bi prišel za volan tega avtomobila, ker me res ferbec matra, kaj so uspeli narediti. Pa gremo kar naprej, septembra pride BMW 3 ta nova in BMW je rekel, da je v bistvu veliko odvisen od tega, mislim, oni so začrtali to novo arhitekturo, pa tako z iX3, ki je v bistvu odličen avto, ampak mene v bistvu 3 je zame tisti BMW, ki mora biti ravno tako, če ne še boljši, pa predvsem zanima me, kako bo njihova maska lepo speljana, pa tako, zato ker BMW zdaj spet neko raznoliko zdela, pa ledvičke niso več tiste radiatorske, pa se 3 mogoče veselim iz oblikovnega vidika, pa glede na to, kako se iX3 pele, pa je v bistvu visok avto, bi morala 3 biti res huda, ne? Bo pa električna, ne? To pa je treba vedeti. Oktober pride Honda Prelude, tudi jaz sem si jo zapisal, zato ker imam res hud respekt do izvirnice in je bil to še vedno danes avto, ko vidim kakšno lepo ohranjeno na cesti, jo z največjim veseljem pogledam, tako da tudi jaz se lude veselim, pa pred koncu leta Alpine A110, neke slikce že krožijo po netu, po moje bo to čisto opasen avto in to je še en na seznamu, ki se ga veselim. In to je to, se ne bom predolg. No. Na to gledam, kaj se bo zgodilo. Kaj pa ti, Jure? Jaz avto, ki se ga letos absolutno najbolj veselim, je RS5 Avant. No, evo. To je avto, ki ne glede na to. To je avto, ki ga tisti, ki se niso nikoli ljubili s snežnim ovinkom, ne bodo nikoli razumeli. Ja. To je avto, ki z ljubeznijo zobnikov pa ognjeno močjo počeše podlago tako, ki jo ne more nobena briljantina lask zložiti. Vete, zdaj pesnih klej. Ja, pač to tako je, zato ker pač v današnjem času, kjer krajujejo IA ali AI teksti, pač se to pozablja, ker ljudje so začeli brati programske vrstice na avtomobile voziti. Dr. Korman sedel je na tem stolu, ko je klela zdaj Jerry sedi, hvala, ker ste držali obljubo, da gre RS linija še v en krog. Izjemno spoštujemo vozniki, izjemno spoštujemo. Bomo linkali ta vlog spodi, podcast. Absolutno se veselim avta, ki ste ga že oba omenila, to je Honda Prelude, pa tudi novega Civica se veselim. Civic bo facelift, ne? A bo facelift? Kakor sem gledal, bo kao dejansko. Že toliko časa, Honda malo hitreje to mena, ja. 5 naprej. Je podobno masko, kakor Prelude. Zelo se veselim, oziroma ne toliko zelo, no. Bom rekel, vsekakor me zanima novi Toyota Hilux. Sicer imam pomislek glede kar povej. Te Vogue uniforme. Ne. Ja. Ampak računam na to, da ko bo fajn blatna, da bo bolj zgledala. Čim prej v blat. Čim prej v blat po make-up, stari. Oh. Jerryja si jo zagledal. Ja, čak, to je to. Ja, malo je taka. Ta tudi hoče biti malo kaškaj od spredi, Jure. Mislim, jaz bi Toyotinim oblikovalcem samo eno stvar povedal. Gre zelo osebno izpoved enega ljubitelja tega terenskega klejnega terenca, terenskega pick-upa. Poglejte, kaj ste naredili, kako ste lepo oziroma lepo delo naredili pri novem Land Cruiserju. What happened?
Dajte slike zraven, pa se še enkrat za mizo sete, pa si nalite čistega vina. Vsake. Lahko je vin, lahko je sake, lahko je radenska, lahko je... Ne? Da se nam pa čudem gledali. Ne bomo, dajmo, vsako či ima svojega malarja, ampak jaz Hiluksa še vedno veselim, ker vem, da je pod kiklo sploh v tisti svoji izverni podobi oziroma zasnovi. Ta prav. Izjemno se veselim tudi oktobra, ko pride GT Turbo. Se res? A? Ja. A bomo mi rata za volan priti tega avta? A bomo mi rata za volan pridati? Jaz sem prepričan, da nam ga bodo zaupali. Pa vsi tisti, ki se zdaj derete to ni GT Turbo, je električen. Jaz mislim, da ta avto kar baraba. Yeah. Jaz mislim, da ta avto se bo skoraj na mestu zasukal. Ne? Jaz mislim, da ta avto bo zjutraj za fruštek jedel uran iz jedrske elektrarne Krško. Sam zato, da bo barabca. Tako da jaz se ga res veselim. Veselim se tudi Golfa GTI Edition 50, kot si na začetku povedal, je to avto, ki je, bom rekel, v njem si kot voznik vzrastel, ne glede na to, katero generacijo voziš. Ja. Je tudi eden najbolj vsakdanje uporabnih športnih avtomobilov, pa mogoče je namig. Jaz mislim, da zdaj letale Golf GTI Edition 50 bo tudi poslednji Golf, poslednji GTI, ki bo imel zgolj ogenj pod havbo. Jaz mislim, da naslednja generacija bo že hibridna. Tako da tisti, ki imate mogoče 48,000 preveč, zdaj je mogoče priložnost, da si penzijo zaslužite. Drugače pa kolegi se imaš ti tamle koledar. Pozdrav, sonco. Daj koledar odpri, no. To je drugače. Malo smo, moram reči, da se je veliko enih seznamov tudi po spletu, kjer lahko najdeš, kaj prihaja 2026. Jaz moram reči, da jaz 2-3 na let kupim tudi autofokus, to ni nobena plačana reklama, pa nič. To je pač veliko boljših revij v Sloveniji ni, če damo v vrh motor revijo, pa autofokus nismo nič narobe naredili. Ne? Zelo debela stvar, pa enkrat na let prije tudi tale seznam novosti. Sam jaz mislim, da zdaj, ko bo ta podcast zunaj, smo že zamudili. Ne, bolj pokaž v kamero ta seznam novosti, sem tukaj, da še nekaj se razjasni. Tu bom jaz prepopal, stari, v polsto. Ja, bomo dali en PDF noter. Ja, tu morate fante vprašati, če lahko damo. Ja, bom jaz Gašperja vprašal, če žihar damo to noter. To je avtorsko delo, no, zdaj, ker oni so se potrudili, mi smo... Mi jih pa črpamo. No, samo tako, da boste vedeli, to je drugače una dvojna številka, januar, februar. Mogoče bo pa še na prodaj. V glavnem tle je en tak, a lahko to pokažem? Ja, pokaž, ker imamo eno pomembno zadevo, ker se mi zdi, da so zelo dobro naredili eno stvar. A vidite, eni avtomobilčki so sivi, eni so pa modri, ali kakšna je to barva? Modra, ja. No. Zdaj si to razmerje poglejte, da boste razumeli čas, v katerem ga živimo. Vsi ti modri avtomobilčki so elektrificirani avtomobili. Bodi si polni električni avtomobili, bodi si priključni hibridi ali hibridi. Sivi so pa avtomobili, ki jih poganja klasičen motor, se pravi. Min grede, zdaj, ko gledam tole razpredelnico, a vidiš, kje znamka ima največ avtov? Ja, jaz sem glih kar gledal, stari moj, kva se je pri Mercedesu zgodil? O moj bog. Za foro preberem tole, stari. Prometen zastoj, stari. Koledarski zastoj. Cela shooting brake, GLB, GLC, razred S, cela shooting brake, kva? A to so še, se ne vem, EQS, AMG GT, razred C, karavan, razred C. Razred C. To prije pa pred koncem leta. V glavnem kupenih avtov, vse. Zanimiva stvar, no? Zelo koristno za nekoga, ki ima rad uči na tem, kaj prihaja. Seveda obstajajo še kakšne izjeme, ki mogoče niso kje zapisane. Ne, zagotovo so pač izjeme, ampak to je pač, fantje so pripravili koledar, ki je relevanten za slovenski avtomobilski trg. Ne? Seveda, če gremo mi pogledati, kam drugam so še eksoti, not pa bistveno kaj, ampak lej. Ja. Drugače pa pri Mercedesu jih je fajn spomniti, da se je luštno z njihovimi inženirji pogovarjati, če veš, kaj mislim. Ne? Sploh ob tako bogatem letu. Ne? Ja. Kjerkrat zvemo tudi kaj naprej za to, kaj se dogaja. A to je apel direktno na Mercedes-Benz Slovenija, tako da ne bo slučajno kakšne pomote pri tem.
Zanimivo je, ker vedno so imeli tudi na mednarodnih predstavitvah tehnične delavnice, ki razkrijejo veliko podrobnosti, zakaj je ena stvar takšna, kot je, zakaj je mogoče dražje, ampak imaš vpogled v to. Pač sem povem. Ok, zdaj pa za zaključek, če lahko samo podelim en bombonček ali pa vse ljudi usmerim na to, pa bomo tudi mi kakšno slikco pripeli za tiste, ki gledate na YouTubu, za tiste, ki pa ne. Dejte z malo za hec v Google upisati Detomaso P900 V12 engine. Stari, ko sem jaz te slikce najprej, mislim, da na Instagramu zagledal, sem mislil, da je to AI, si izmislil neki, kao da zaigra na te strune nostalgije, pa sem pa videl, da so te budale naredili najbrž enega najlepših atmosferskih motorjev vseh časov, ker pač so te izpušne kolektorje zapeljali v tako mašnico, da stari, sem skoraj šel v eno sobo se zapreti, pa eno škatlo klinek sa sabo vzeti, ne. Ker ta mašina gre za 6,2 litrski atmosferski motor, niti ne vem, koliko točen kojeno ima, pač vse kojene ima, pa vrtel se bo do 12.300 vrtljajev. To je umetnina, to je work of art. Vseh teh 12 izpušnih kolektorjev pride, se pol združi v en izpuh in jaz ne vem, jaz skoraj mislim, da bi morali mi v bistvu iz njihove medija, sajta, eno to fotko snet dol, pa si jo naprintati na en res kakovosten papir pa okvirdeti. No. A ni to nekaj najbolj krasnega? Sicer se pojavlja po netu tudi kupenih namigov, da gre za najlažji V12, 220 kg tehta, kar je izredno lahek motor, ampak je treba spomniti, da pač Gordon Murray Automotive ima pa 172 kg težek V12, ne. Tako da se dajmo kle malo ustaviti. In to je to. V bistvu, je pa res, kaj ga pogledaš, ne veš, ali pa še v avto, ali pa še v zračno bitko za Anglijo. Ja, res, no, stari. Ampak jaz sem lepšega motorja še nisem videl. Ena nova generacija Focke-Wulfovega motorja. Drugač bo to 18 avtov, bo po 3 milijone na kos, to bo track-only avto, če jaz prav razumem, lahko da se motim. Je pa izdelek, ne? Stari, to je pa tak izdelek, da jaz ne vem. Jaz sem mislil, da nikoli več v življenju ne bom videl tako lepe mašine, pa da bi bila nova. Pa je po horoskopu etna. Po horoskopu je etna, ja. Ti je škalo še zanimivo, ker sem bil na GTI-ju, ker sem pod Haubov do sadz ga pogledal, ne. Kako je šlo od ta prvega, ki je bil čist nepretenciozen, nepokrit. Pa so šli pa male erotike, pa se je pa ta malo zgubila, ne. To je pa malo dis, ne. Ta zadnjega odpreš, pa sam en kos plastike tam čez, kada ni naš tam spodi. Pa ima 325 kojno, ne. Tako, ko se stvari spreminjajo počasi, ne. Moš res 3 milijone dati za to, da malo pleha vidiš pod Haubo, eventi. Pa drugače ljudje grejo s Cirilom na eno derko, ne. Ja. Ko pa je bobniči ne preživijo, če nimaš slušalk. Ja. Ma sem šterovinke. Ja. A lahko povejo, se lahko povejo. Se sem že povedal, da greva sem že povedal, na začetku. A se kaj veseliš, Jure? Ful se veselim. Jaz pa, Jure, greva v srce najbolj republikanske države, med tiste motorje, ki so najlepše zvenijo. S kakšno puško bo streljila. Jure je že kar povedal, s katerimi bi rad strelil. Mogoče bomo še kakšno raketo videli, še kakšen podcast tam posneli. Tako. O, Maška. A boš rekla živa? Daj pridi tle do Jerryja, pa reč čau, no? Da boste vedeli, tlele imamo Živja. Jure, boš ti predstavil? Ja, jaz bi vam pa predstavil našo praktikantko iz srednje grafične, Maša, daj pomagaj mi. Medijske in grafične. Srednje medijske in grafične šole. Ime je Maša Gregorčič, je moja hči in pri atmosfercih dela prakso. Sem na praksi. Ti, a veš, da mislim, da je zdaj prvič, odkar imamo podcast, pa je bilo treba predstaviti, pa Jure, kar malo... Ja, ker sem ponosen na to, ne. Ja, mi smo zelo veseli, da je Maša z nami. Ja, jaz sem tudi zelo vesela. Maša pa pomaga na vseh frontah, ne? Ja. Kaj posname, pa kaj sestav? Ja, jutri gre z mano pa Jerryjem na predstavitev novega Cliota, bo zadolžena za dinamične in statične videokadre. Ja. Nadarjena punca. Zdaj le montira moj korejski dolg, gorivne celice. Ja. Ti je dal, ja? Tin te pit. No, tako, zdaj smo pa res vsi na kupu. A imamo še kaj za povedati, fantje? Ja, jaz sem hotel še povedati. Pins Gaurijo, 23 jih je.
Jih je še vedno. Ja, ampak 710, K pa M. To je, kar sem najdel. Ne vem, če so točno nekaj s tem mislili, ampak v glavnem. Po te oznakih ne poznam, ampak po mojem, da so. Jaz sem vedel, da ta stroj še živi. Jaz sem pa rekel zihernim benga, stari. Ja, če ne veste, Pinzgauer, ki je nastopal v filmu Karavla, jugoslovanskem filmu, pejte pogledat. Se ste nasmejali, malo je tragičen, ampak se ste pa tudi nasmejali zraven. Čak, še nekaj sem ti hotel reči, Ciril. Kva? Dve stvari še, ne? Ja. Prej, ko smo o Jaycotu govorili. Jaz bi se zahvalil inženirjem za slovenski prevod. Je tak zelo zanimiv. Ja. V Jaycu 7, pri ključnem hibridu, imamo atmosferci svojo luč. Ja. Piše prav atmosferska luč med nastavitvami. Gre seveda za ambientalno osvetlitev, ampak če sem vedno kritičen s temi pol prevodi, kledam kljukco. Hvala lepa, da ste dali v menijsko strukturo Jaycota atmosfersko luč. Ja, dobro. To zadevo sem hotel povedati, pa še nekaj, Ciril. Pa apropo, prej, ko smo se pogovarjali o tem ProAce-u Max, Toyotinem kombiju električnem 110 kWh veliko baterijo, jaz sem ga za hec priklopil doma na šuko vtičnico. In? Aj prebledela? Edino, kar sem si mislil, sem rekel, dobro je, da imamo tudi še DKV ta modro kartico, ker to v takih primerih pa reš, ne. Pa si ga uvalil DKV na koncu, ne pozabite, atmosferce poganja DKV. Pijemo pa ta zelene, ne? Da boste vedeli, o čem govorim. To je pa druga zgodba. Smo dali na storije. Ok. A gremo? Hvala lepa, gremo v leto 2026, za tiste, ki še niste šli, ali pa še praznujete. Z več kot 1500 S-klasami, še zdaj ne moramo verjeti. Ja, to je pa kar zulume, 1500. Se pa spomnim, da je bilo v enem letu, pa ne vem katermu, se ta statistika, tudi ena cifra, ki me je sezula, ko smo pripravljali na Motoreviji ta pregled trga, pa smo gledali, pa je bilo v enem letu prodanih 162, 168 Porschev. Ja, stari. Ja, vstopnica v svet 911 je draga, ampak tako, če pomisliš, da lahko skozi priješ tam 40 pologa, je fajn, da daš, pa imaš pa mesečen obrok, koliko je 3 ure, ne? Je rekel šef, če reka pa mi to rečemo. Fiesta bo ok, zdaj. Ja, ne, se jaz... Da 40 ure polava, pa 3 ure na mesec, zaver. Ja, ne, nisem rekel, da je to dostopno, ampak pravim, da ni pa to bogati Veyron ali pa Chiron ali pa Tourbillon. To je res, ampak jaz pa Jerry imam od Pakada, ne. Se jaz tudi, veš. Ker si bogati v omenu, sorry, moram na hitro. A sta videla ta novega Veyrona, ko so ga naredili? Ta novega, a si Veyron rekel prav? Tourbillona ali kjerga? Ne, prav... Za 20-letnico Veyrona so naredili tako, kako bi rekel, custom mod varianta Veyrona. In ok, če ne veste, ni prav panike. Vidim, že gledam zdajle. Ampak je brutalen, v glavnem slikco smo vam pripeli, da vam še malo dan polepšamo. In to bo to. Ja, až kaj peh prišel v pisarno, pa je rekel, da avto stavžen kojni, pa so vsi dol popadali, ne? Jure, se spomniš? 1001. Ja, ena ful huda reklama je, pa sem jo zadnjič iskal, pa jo ne najdem. Dej, če jo bo kdo najdel, dejte jo poslati kamorkoli. Aha, ti hitro zaključko baterija šla. Speedrun najde. Mislim, da reklama Porscheja za narediti Hitro zaključek, ker moram jaz stisniti stop, da ne bo šel klip. RS-a, ki iz vseh koncev sveta pokličejo Porschejev inženirji na sestank, pa stopijo not, pa reče šef, naredite ga. In to je bil zaključen sestanek. V glavnem. Kadijo, lepo se mete. Jerry, jaz ga stop stisniti. Kvadrataka, ne? Ja, adijo. Dobro, ajde ga.